Dame in gospodje, oglašamo se iz prekrasnega Šport kafeja, ki nam ga tako kot vedno odstopa Rock Taverna. In danes bo tale podcast brez dlake na jeziku, tale današnja epizoda, kaj ne rečem, mogoče zadnjo v mojem življenju, kajti gre za zelo zajebano tematiko, za zelo zajebano gostjo, po domače rečeno, torej žensko, ki se je življenje zapletlo in obrnilo na glavo zaradi celega kupa grozljivih in srhljivih stvari. Kaj vse se je zgodilo, zakaj smo tukaj, kjer smo, zakaj grozi orjaška tožba, zakaj jo preganja pol Slovenije in zakaj še vedno ni prebolela smrti svojega brata. O vsem tem danes z Barbaro Furjan. Prav rekel? Točno. Barbara, lepo zdrav in dobrodošla v moj fucking podcast. Lepo, me veseli, da sem tle. Hvala lepa. Glej, žal se ne moremo pogovarjati o lepih stvareh, čeprav bi se rad, ampak morava iti kar direktno takoj, če si za, seveda, v srž problema, moramo pa paziti, da ne kdo ne bo tožil, ker na zadnje, ko je Dejan Babusek, naš veliki prijatelj, režiser, s tabo sodeloval, je fasil tožbo, in moram jaz zelo paziti, kaj bom govoril, kako bom govoril, ali bom govoril vse naj bi bilo ali kakorkoli, ti pa tudi, da ne boš rekla kakšne uslarije, da ne boš izpostavila kakšnega imena, pa imela še dodatnih težav, ker rezala ne bomo nič. Okay. Kar boš rekla, boš rekla. Ne pojel čez en teden, če isto tole, pa zdaj mi ne bi, pa tako naprej. To moramo zdaj razčistiti. Sva pripravljena. Jaz sem že v tožbi, tako da vem, kaj lahko govorim, kaj ne smem govoriti. Odlično. Barbara, dajmo začeti na začetku. Dajmo začeti tam, kjer se je vsa ta kalvarija začela. Mislim, da se je pisalo leto 1997, kjer je tvoj nesrečni brat Blaž umrl med, če se jaz prav to zdaj spomnim, služenjem vojaškega roka. In vojska je trdila, oziroma še vedno trdi, da naj bi storil samomor, ti si pa prepričana, da so ga spravili stran. Zdaj pa, Barbara, pojasni mi malo zdaj to zgodbo, to ozadje in kako je sploh prišlo do tega in zakaj je v tebe se nasadil ta večni dvom. V glavnem, zgodilo se je 27. maja, to je 28 let nazaj, leta 97. Takrat v Sloveniji, zdaj marsikdo že pozablja te zadeve, ampak takrat je bilo obvezno služenje vojaškega roka. Enostavno si mogel opraviti vojaški rok, če si hotel iti v službo. Mojega brata je služba že čakala, ker včasih, ko so bili razpisi za službe, spodaj pisalo pogoj opravljen vojaški rok. Da te zmotim, to sem tudi jaz pozabil, pa sem generacija, jaz sem civilno služil. Jaz sem se zognil tem, ampak se pravi, če ti nisi šel v vojsko, nisi vzeli pa kjerokoli službo. Oziroma pač niso želeli tako, da bi potem opravljal vojaški rok, ko si že v službi. On namreč ni končal srednje šole, bil je izmenjen že na trgu avto, da bo šel delati v skladišče. Kar je hodil srednjo. Kjerokoli služba si šel? Tako je bil pogoj upravljen vojaški rok, tako kot je pogoj upravljen izpit B kategorije. Razumem. To so bili te pogoji navedeni in si mogel upraviti vojsko, načeloma, ko si končal šolanjem, ko si zaključil, bi rekla, ali srednjo, ali faks. Takrat vedno te čakalo najprej to naborništvo, je bilo 6-mesečno, mislim, da me ne bo razumel, kdo narobe, jaz proti naborništvu v takem, kot bi rekla, nimam nič, lahko se upravlja naborništvo. Jaz sem proti temu, kar se je dogajalo znotraj raznih, kot se lahko dogaja znotraj, ne vem, vojske, tako se lahko dogaja tudi znotraj šole, imamo vedno dobre in slabe učitelje, v vsaki ustanovi, v vsaki inštituciji imaš vedno dobre in slabe ljudi, tudi v politiki, bi rekla, pač kakorkoli. V glavnem, zgodilo se je to, da je, recimo letos se poklopi ravno to, da je po 28 letih isto zaporedje dni, kar pomeni, isto je bilo 25. maj, je bil v nedeljo letos in pred 28 leti je bila tudi nedelja in takrat smo se z Blažem zadnjič videli. Ker on je bil pri nas, mi smo praznovali moj rojstni dan in od mojega očeta. Jaz sem takrat imela 21 let, bi rekla, sem bila še zelo mlada. In moj oče ima 4. junija rojstni dan in v glavnem smo naredili to. Zabavo družinsko in je bil Blaž zraven. Blaž je bil zraven, z nami v nedeljo, vse je bilo okej. Še moj oče mu na koncu ob slovesu rekel, le Blaž, da ne boš kakšnih neumnosti delal, vse kmalu se vidimo. Ja, tata, ne skrbi, pridem kmalu domov. Na kar se je zgodilo en dan pozneje, z ponedeljka na torek po noči, isto je bilo tako iz 26. na 27. z ponedeljka na torek,
Nas kličejo ob 9 zjutraj, se spomnim, ko včeraj. V bistvu sem delala takrat na upravni enoti v Kopru, sem bila kot študentka zaposlena, hodila sem še na faks. In ob 9 mi zvoni telefon, to, kar prikažemo potem v našem filmu. In rečejo, najprej se je ena sodelavka oglasila na telefon in vsa bleda pride do mene, Barbara, telefon imaš, zgledam, kaj je zdaj narobe, tako, kdo mene rabi. In samo se javim na telefon in rečejo, kaj imate brata Blaža v vojski? Jaz ja, in najprej tako ti hodijo misli, smisla, kaj da redu kaj narobe, kaj je bilo zdaj, ne? Ja, veste, po neuradnih informacijah je vaš brat danes po noči storil samomor. Kaj zdaj to pomeni, po neuradnih informacijah storil, kakšen samomor, mislim, poln življenje je bil, reka Žurka ga je čakala v petek, se je menil že s prijatelji, da ko pride domov, da naredijo to, takrat sicer še ni vedel, kateri petek, ali bo to prvi, ali bo potem naslednji, ampak so se že dogovarjali, le ko pridem domov, ker on se je še prijavil na krvodajalsko akcijo v ponedeljek, kar smo mi šele pol zvedli. Vsi, ki so se prijavili na krvodajalsko, bi bili doma v petek, namesto v torek naslednji, kar bi bil 4. junij pol, ne? Ali 3., ne vem, kako je že bilo, v glavnem vem, da bi na torek mogel priti domov, glih na rojstni do mojega očeta takrat. In ker se je prijavil na krvodajalsko, bi bil v petek smo ga mi pokopali, 30. maja ob 4 popoldne, kot bi on prišel zavedno iz vojske domov. V glavnem, meni je bilo takrat vse čudno, ko čuješ, kaj zdaj to, kakšen samomor, najprej ti hodijo misli, si rekel, kaj se obesil, mislim, kaj je bilo, tako nič ti ne štima, mislim, se 2 dni nazaj je bilo vse okej, se smo bili normalno skupaj, nobenih, ne vem, težav, karkoli, ne, kaj se je zdaj zgodilo. In potem sem samo slišala mojo mamo v zadju, da joče, in ta cajt, ko sem slišala njen jok, takrat sem šele dojela, okej, umrl je. Ker najprej sem mislila, mogoče to po neuradnih informacijah pomeni, ne vem, se je skušal, pa da je še živ, pa tako vse misli se ti prepletajo. In samo sem se usedla, vem, da so mi moje sodelavke prinesle stol. Barbara, te bomo mi peljali domov, sem rekla, ne, bom že sama, ker sem imela že izpit za avto, sem že vozila vse. Ampak vseeno so ustrajale, so me one pol peljale domov. Pol smo se doma začeli zbirati, moj oče, moja mama in vse v glavnem. On je umrl ob 1:06, je uradno napisano v zapisniku, da je obležal na sredi letališke ceste in do 9 nas ni nihče kontaktiral. Prva informacija zame je bila po telefonu. Moji mami so prišli v vrtec in povedali, da po neuradni informaciji naj bi šlo za samomor, ne? Medtem ko po tolikih letih, rekla sem prišla tudi do prič, ki si takrat niso upale govoriti, danes si upajo in tudi sem jih predlagala na sodišču. Ampak zaenkrat se sodnica še ni odločila, če jih bo zaslišala. V glavnem, pričam je bilo v vojski rečeno takrat, da je fant bil streljen, da ni naredil samomora, ampak da o tem se ne sme govoriti. In je bilo to že takrat, bi rekla, dano pod prepražnik. Zakaj smo pa mi podvomili v to? Je bilo pa ravno zaradi tega, ker šele ob 2 popoldne so prišli k nam iz vojske, ker do takrat mi nismo vedeli nič, sploh kaj se je zgodilo, ničesar. In oni so nam prišli z eno prvo informacijo, ko češ, veste, mi vemo samo en del, mi vemo samo, da pač ne vemo, zakaj je zbežal ven, ne vemo, kaj se je zgodilo. Zato, ker to se je zgodilo izven vojaškega objekta, na letališki cesti. Kako sem uspel, mislim, on je šel ven z vojašnice, pa se naj bi od zunaj po tej verziji. Uradna verzija je, da naj bi se on zunaj, s tem, da on ustrelil sam s kalašnikom. Sam s kalašnikom v sence. Kar bi rekla po vseh mojih raziskovanjih, ker meni pač ni dalo miru in sem toliko let raziskovala naprej. Vsak, ki se spozna na orožje, reče, če bi se s kalašnikom, bi se ali v brado ali v usta, nikakor se ne moreš ti v sence. Sicer rečejo, teoretično je to izvedljivo, ampak zakaj, čemu? Že ta tudi, recimo, ko so nam rekli, mislim, v uradni verziji piše, da on, ko je pritekel ven sredi noči, če si predstavljaš nočje, dež je bil takrat 27. maja, ker so bila mokra tla, bos je bil in bos je tekel ven. In do prvega človeka, ki ga je sredi noči ob enih po noči, ki ni nikjer žive duše, ko ti zbežiš ven, teko je pa ven, zato ker očitno je hotel zatožiti ljudi, kaj se je dogajalo, pač mogoče je bil malo preveč Rambo, bi jaz temu rekla, je hotel sam, bom že jaz te stvari uredil. Srečal je Cintalovega varnostnika, prvič, ki je tam je bila BTC, skladišča so imeli. Ne? In je ena kapija, ki je še vedno na križišču, zdaj je sicer to krožišče, nekoč je bil semafor, tam je bilo križišče. In do prvega človeka, ki je prišel, prvi živ človek, je rekel, poklič policijo, jaz rabim nujno v bolnico. V bolnico smo šele kasneje izvedeli, zakaj. Ker je bil tudi obgrižen od psa, kar so nam hoteli zatajiti, bi rekla, ne. Njega je pes obgrižen, kar je bilo in v ramo, in v kar nekdo, ki gre delati samomor, zakaj bi ga pes
ugriznil. Sicer potem, ko so zvedli, da mi vemo za pasje ugrize, so zgodbo priredili na način, da se je nekomu izmuznil, tako tudi v filmu govori, da se mu je izmuznil pes in da je skočil na Blaža in ga obgrizel. Se spomnim, da je šel režiser takrat računati, s kako hitrostjo bi ta pes mogel teči, da bi dejansko Blaža, ko naj bi si nameril cel in še stal, pes skočil na njega, ga primil za ramo in rekel, kar bi rekla spet, ne pije vode, ta zgodba. Ne? V glavnem, kar so nam oni takrat rekli, ko so prišli k nam, je bilo, da je bila tudi Pop TV zraven, televizija, ampak da nam svetujejo, da za naše dobro naj ne dajemo izjav, da naj se ne zapletamo v to zgodbo. V glavnem, tako kot so mi povedali zgodbo, kako je on tekel ven, kako je zahteval policijo in kako se je potem v pričo drugih ljudi samo ustrelil, se ka meni ta zgodba ne pije vode. Meni to ni logično. Se ka razumela bi, ne vem, greš na WC, se ustreliš. Neki rečejo, ja, pa ne poznaš brata, pa lahko bi imel kakšne črne misli, karkoli. On je bil eden tistih, to so mi tudi vojaki povedali, ki je drugim dvigoval moralo. Ki je vedno, ko je kdo rekel, malej, no jaz ne morem več, rekel, malej, fantje, še malo, zdržimo do konca. Mislim, on je bil tisti, ki je bil, ful je bil priljubljen, ful so ga imeli radi, ogromno prijateljev. Ni bil človek, ki bi imel isti večer, so imeli zabavo noter, ker imam še slike od zadnjega večera, tam, ko je sredince kazal pa vse, ker so enemu dežurnemu vzeli fotoaparat in je tudi ta dežurni pol prenesel te slike, ko je bil že mrtev, potem potisnem kasneje, ampak glavni so se veselili, ni bil človek, ki ima črne misli. Da te zmotim, ne? Da zdaj nekaj tu razpucam, ne? Se pravi, to, ne, da je on dejansko šel ven z kasarne, ne? Bos in tako naprej, to je bilo res, ne? To ni izmišljotina. Ja, ne? Ampak, ne vejo nekje nekako. Ampak po tvoje kaj, je bežal? Ja. Pred kom? Pa zakaj? Ja, po navedbah prič je bežal, zdaj obstaja več variant. Jaz ne morem trditi, ker me tisto noč ni bilo zraven, da bom 100% trdila, je bilo to pa to. To ne vem, bi rekla, ne. Bi pa rada, da bi prišla prav v srž, kaj se je dogajalo. Ker ena varianta je bila, da sta šla z enim prijateljem na cigaret, videla stvari, ki so se dogajale, ki ne bi jih smela videti, bila na nepravem mestu, v nepravem času. Druga varianta, ki imam tudi eno pričo, je pa v tem, da dejansko je Blaž naredil izpit za kamion, v vojski, še jaz sem mu pomagala urejati te dokumente, ker on prej ni imel, ker je izgubil vozniško in ne vem kaj. V glavnem smo uredili, da je v času služenja vojaškega roka opravil izpit za voziti kamion, torej prevažal kamion in so njemu ponujali dobro plačane posle, ki se tudi enemu prijatelju v soboto, ko sta malo spila, kozarc vina, pa se je Blažu malo jezik razvozlal, je rekel, mi ponuja neke dobro plačane posle, ma meni to smrdi, ker je preveč denarja v igri in bom jaz to odklonil. To se je v vojski dogajalo, kaj se razlagaš? V vojski. Te zgodbe. Tako, znotraj vojske so bili vedno ljudje in skozi vojsko, po pričevanju več ljudi, sem že prišel od teh zaključkov, se je preprodajalo in orožje in droga. Reka, celo so imeli prazne tulce, v katere, ki so jih pobirali, rekla, iz stav po streljanjih. V slovenski vojski. V slovenski vojski, s katerimi so filali notri drogo, rekla, in so potem vozili čez mejo, kakorkoli. Mislim, vemo, da prej je bila vojna na Balkanu, poznamo tudi to preprodajo orožja, ki je bila in ne more nihče zanikati, da tega ni bilo, rekla, ne, ampak enostavno, to so zgodbe, ki nikoli na sodišču niso dobile svojega epiloga. Ampak se pravi, če te zdaj prav razumem, se pravi, po tvoje je Blaž te stvari videl, zaznal, vedel že marsikaj. In ker je pač bil poštenjak, ni bil za te zgodbe, ni bil za te variante. Ni hotel biti del te ekipe. In se je dejansko potem zameril tem ljudem, ki so to počeli in so ga spravili stran. Kaj? To trdiš. Po pričevanju ene priče je bilo to, da so zajeli Blaža in še drugega vojaka, ju zavezali. Ki sta to videla. A kaj sta videla? Ne videla, ki sta bila, jaz sem celo slišala od enega, ki je zelo visoko v politiki, da dejansko so v vsaki naborniški skupini, ki je trajala 6 mesecev, izbrali po 2 fanta, ki bo se za njih opravljala posle, v vsake. In ker, ko je moj brat umrl, je bilo 8 samomorov tisto leto. Tit Turnšek je še takrat bil minister za obrambo in ko smo mi njemu rekli, ko smo spraševali, zakaj se to dogaja, tudi drugi starši so bili zaskrbljeni, vsake leti to je eno normalno število, pač 8 samomorov je neko normalna statistika, povprečje. Mislim, to imaš uradne podatke ti. Tako, ker smo mi takrat, to imaš tudi na internetu, če pogledaš, je še vedno ta posnetek. Ja, je še vedno ta posnetek gor, ko se ena mama, ko je klicala v studio, ko je Tit Turnšek bil gost in je šlo v živo in je spraševala, da ona se zelo boji za svojega fanta,
ki je šel v vojsko, ker se te stvari dogajajo. In oni so pa to, ko češ zaprli s tem, ja, lejte, to je normalna statistika. Jaz ne rečem, da so bili vsi pospravljeni. Lahko da je kakšen od fantov naredil samomor. Ker nam so tudi rekli, da naj se ne združujemo z drugimi, ker ne poznamo njihovih ozadij, ne poznamo vsake zgodbe. Mi prvič, naslednji, ki je umrl, je bilo tako v Mariboru, mislim, da je bil 4. junij, malo za mojim bratom, kao Rafal na straži. Mi smo tudi šli v Maribor, do teh staršev, se dobili z njimi in smo rekli, lejte, naša zgodba ima preveč dvomov, preveč lukenj, da bi verjeli, da se zgodil lahko samomor. Ampak Barbara, kar mi zdaj tu, bomo šla potem nazaj na Blaž, ampak kar mi zdaj tu ni jasno meni. Okay. Zdaj, jaz se ne spoznam na te zadeve, kako to gre. Ampak kar ti zdaj meni tu razlagaš, pa to so tako velike stvari, da bi mogle glave leteti. Pustimo Blaža zdaj. Zdaj govorimo o tem, kaj ti praviš, da ne bi se v Slovenski vojski takrat dogajalo. Ampak kako je mogoče, da ni noben novinar? Ko novinarje imaš pa tudi v Sloveniji zelo pogumne. Ampak da bi šli v srž not, pa razkrinkali, kdo je prodajal drogo, kdo je to, kdo je kriv. Zakaj? Ker je čisto logično. Mi smo takrat 3 mesece, imam še zdaj te dopise doma, pošiljali, zato ker tako se je začelo s Pop TV-jem. Pop TV najprej, jaz sem šla do njih, čeprav so nam oni najprej odsvetovali, ne novinarjem nič. Kdo je to odsvetoval? Vojska, ki je bila pri nas, so rekli, ne dajete nobenih informacij novinarjem. Zato, da se ne bi, ko češ, da se bojo novinari proti nam obrnili, da bomo imeli več kode kot koristi. V glavnem strah jih je bilo, da se mi povežemo z novinarji. Kakorkoli. Ko smo mi izvedli, da so novinari, ker je bil Pop TV, bil takoj na kraju dogodka, ko je bil Blaž že pokrit, zato ker je njihov snemalec je slišal, oni so včasih imeli neke kode, ko so slišali, da se nekaj dogaja, povezano s policijo. In ko je slišal, da se na letališki nekaj dogaja, imel je kamero že zadaj v avtu, je šel hitro na kraj dogodka in to posnel. Mi smo izključno iz tega razloga, da vidimo, da izvemo, ker nas je vedno zanimala samo resnica. Ker rekli so, ja, tožite vojsko, pa boste dobili odškodnino. Preki nas ne zanima denar, nas ne zanima odškodnina. Mi hočemo samo vedeti, kaj je bilo, zakaj je moral Blaž umreti. Povejte nam. In v glavnem, in sem šla k Ediju Pucerju, ki je še zdaj novinar in bil takrat. In on je sam predlagal, rekel, Barbara, lej, gremo v to zgodbo, tle v vojski so take, bi rekla, čudne stvari, ki se dogajajo, dajmo to v javnost. In smo naredili prvi prispevek, ki smo ga deloma uporabili tudi v filmu, smo posneli in je bil že takrat izražen dvom, samomor ali umor, kaj se dogaja v Slovenski vojski. Ok, pol je bilo drugo poročanje, tudi še vedno dvom in vse. In pol kar naenkrat smo prišli do 3., ki sicer ni bil vezan direktno na mojega brata, ampak tako čez kakšne 2 tedna, zakaj se dogajajo samomori v Slovenski vojski. In jaz sem rekla, Edi, mi se nismo pogovarjali, mi smo od samega začetka govorili, tle je bil umor, ni bil samomor. Ja, jaz ne vem, urednica je tako rekla, moramo to, in se je začelo že obračati. So strašili celo mediji. On je imel celo sam takrat, zdaj mogoče ga izpostavljam kot novinarjem, jaz sem mu ful hvaležna, ker takrat nam je stal ob strani, je bil, ampak enostavno on je imel tudi eno zgodbo, ki ni bila vezana na mojega brata, ko je raziskoval, so psa spustili na njega, tako da imel je potem družino in veš, tudi zaradi svojih osebnih stvari se malo umakneš in rečeš, ok, ne bom šel več to strašenje gnezdo. Na Edija so spustili psa. Ja, takrat leta 97, ne zgodba mojega brata, ampak druge. No, pa vsem, mislim, ker mediji, določeni mediji, pa tudi neodvisni mediji, ne vem, Bojan Požar, recimo, on je znam potem, da rad drezal take stvari, pa ful dobre rejtinge dobi na vse zadnje, ne, a veš, ne? Vemo, da on ne pripada te zgodbe. Ampak, a veš, ne, hočem reči, zakaj se ni najdel nekdo, Sej so bili, je bil Ciril Brajer, ki je raziskoval, kaj se je zgodilo z njim predčasno upokojen. No, to mi povej, kako je mogoče, da ni noben to, pa pozabimo Blaža, govorim zdaj o tem orjaškem škandalu, ki je pizda vreden, ne vem, CNN-a pa BBC-a, to niso, kaj mi ti govori zdaj, ne. To je film Few Good Men, Jack Nicholson, Tom Cruise, ne, zelo podobna zgodba, ne, razumeš, pa je pač na sodišču, unga razkrinko, on je znorel, se je drl in je bilo konec, ampak to je bil film, ne, ampak hočem reči, fascinantno mi je to, da ni noben šel dovolj daleč. Tako in da je taka stvar, kot jo ti razlagaš, potem utihnala. Ja, in to se je zgodilo dejansko, medijski molk. Medijski molk je bil po 3 mesecih. Ampak vojska je zdaj še vedno tako močna, da bi se zdaj še vedno jo opali. Še vedno so isti ljudje na oblasti, to je rekla. Ker meni tudi takrat je rekel, v bistvu
profesor prava je takrat rekel, le Barbara, dokler se v Sloveniji ne zamenja politika, dokler so te ljudje na oblasti, ne boš dosegla nič. Ja. Ker tle gre za korupcijo na vseh področjih. Od tožilstva do policije, nikomur ni v interesu. Jaz sem že takrat videla, že leta 97, da preiskava sploh ni stekla. Ker je bilo vse zaključeno, ta je rekel to, ta je rekel ono, priča so povedali, stvar zaključena. V spisu nikoli ni bilo nobenega dokaza, da bi moj brat puško držal. Ne, parafinske rokavice, enostavno pisalo je, da so sicer odvzeli prstne, bi rekel, bris in vse, ampak enostavno, da je šlo naprej, nikoli pa ni bilo poročila. Nikoli ni prišlo poročilo, če je res on držal puško. Ja. Torej jaz sem prepričana, da ta puška, ki je pod njegovimi nogami, je bila naknadno vzeta iz vojašnice in položena, on niti te puške sploh ni imel, še najmanj svoje. Se pravi, uradna verzija je bila to, da je pač on še enkrat šel ven, bos, pobegnil ven, zbežal in se je ustrelil. Tako, za svojo puško, ki uradna verzija nima prave razlage, kako je sploh prišel do nje. Tvoja verzija je pa ta, da ne bi ga med tem, ko je pobegnil, šli za njim in ga ustrelili. In to nedvomno vem, ker imam več prič, ki to potrjujejo, da dejansko so tekli za njim in so ga ustrelili. In potem so vse skupaj prikrojili, kako bomo naredili, da bo to izpadel samomor. Zato so rabili od enih po noči do 9 zjutraj. Ampak veš kaj meni zdaj tu nepojmljivo. Povej, sej. Mi da se zdaj pogovarjamo v Sloveniji, ne v Teksasu, pa v Mehiki, pa ne vem, v nekih državah tretjega sveta, ki vse po domače. Ti meni razlagaš pizda neko zgodbo, ki mi ni logičen za Slovenijo, da lahko, ne vem, pa v modernem času, pustma 300 let nazaj, da lahko nekdo v civiliziranem svetu, konc 90-ih let, leti za nekim fantom, ki služi vojsko in ga ustreli in reče, da naredijo samomor. Pa čakaj, to niso to mafijski časi, pa Al Capone, pa tako z neko Mehika, pa karteli, pizda. To mi je, razumeš, to, kar mi zdaj razlagaš, to mi je nepojmljivo. Jaz razumem tvoje začudenje. Ampak če te vprašam še tako, če so tako pazljivi, pa se to ne sme zvediti, kako so si pa lahko dovolili take felerje, bom rekel, ker to, da ker samomor, pa da zdaj vsi sprejmete, so vedeli, da so tu svojci, da si tu ti, da se to drugo. Upali so, da se bomo sprijaznili, da bo mir, ker drugi so vse za nami. Sam to so naivna upanja, ker zagotovo se najde pa tak svojc kosti, ja, samo verjetno so me na redkih, ki pa reče, čakaj, zdaj pa tule, pa z mano se pa ne boste zabavali. Na to niso računali. Ampak da so upali, da se je to serijsko dogajalo, recimo, tako ali drugače, da so upali in v take zgodbe iti pa tvegati, da se jih bo razkrinkalo, to mi je tudi fascinantno. To mi objasni, kako so lahko, če seveda ti trdiš, da je pač tako bilo, pa če imaš seveda te dokaze, pa to, da so upali to narediti. Sredi oči, ustreliti v Sloveniji leta 97, pizda nekega fanta, kot da smo v filmu. Sej, jaz bom rekla, ni, da so načrtovali, gremo ga peči. To so stvari, ki ti pobegnejo, stvari z roka in narediti, imam zeleno luč. Se pravi, se je zgodilo to, lahko tudi mi že po nesreči. Tako, veš kaj so mi rekli, ko sem jaz rekla, lejte, meni ta zgodba ne pije vode, to, da je on tekel ven, kdo še teče narediti samomor? Bi šel na WC, bi se počel, če bi res lahko sploh, ker že to, kako je sploh prišel do orožja, ti bom tudi povedala, za lase privlečena zgodba, ampak in oni so rekli, ja, če vam bo pa lažje, ne bom pozabila, takrat ob 2 popoldne, ko so 3 so prišli z vojske k nam domov, eden je imel tako napis, ki se spomnim še njegovega imena gor in še 2 zraven, ki nimajo veze s temi ljudmi, s katerimi se zdaj ukvarjamo, oziroma oni z nami. V glavnem, on je rekel, če vam bo pa lažje, pa smatrajte, kot da se je zgodila nesreča. Se rekel, kako ne smatram, sem rekla, dajte raziskati. Ja, kako da bi bila prometna nesreča, da bo meni lažje ozavestiti, ok, ni ga več. Se rekel, čakajte malo, človek je umrl, ne more več govoriti, on se ne more več zagovarjati. Zato sem tle jaz, ki rečem, jaz pa lahko pridem stvari do dna, ki kakšni rečejo, pa čudno, da tebe niso pospravljali karkoli. Ne, ker si ne upajo, ker bi bilo preveč očitno. Ker sem bila že toliko medijsko potem, kasneje izpostavljena, ker sem tako rekla. Od tega molka, ki se je zgodil po 3 mesecih, mi res smo doma naslavljali na Kučana, ki je bil takrat predsednik države. Bi rekla, Janša takrat ni bil, bi rekla, noben predsednik države, niti minister za obrambo, je bil pa še vedno član
bomo pustili stati, kaj je bil, ker to bomo pripravljali za sodišče vse, kdo je kakšno funkcijo upravljal in kdo je na kakšnem mestu bil in zakaj so neke veze še vedno bile in še vedno obstajale. Zato, ker jaz sem sama na tožilskem spisu videla to ime, da piše Janez Janša. In sem se tu izpraševala, zakaj to ime. Do danes nisem dobila unga ovoja. Sva bila z odvetnikom tam decembra, enostavno ga ne želijo, na 3 koncih piše. Tako da bi rekla, se ve, da v interesu države je to zakrit. Zakaj zakrit? Ne, ker se sprašuješ, kako to, da noben ni hotel. Leta 97, ker to je bilo po depalivaciji. Depalivacija je bila 94, pol se je to 97. zgodilo. In takrat je ponovno Janez Janša prišel na oblast, čez par let. In on, ko je bil že pripravljen na ta zagon, on si ni mogel še enega madeža dovoliti v tistih časih. V tistih časih med še en madež, kaj se dogaja v vojski, to je bilo enostavno treba dati pod preprogo. Dati pod preprogo, zato mi po tistem molku, ki se je zgodil po 3 mesecih, ker jaz se spomnim, takrat je bil Ali Žerdin, je pisal še za Mladino. In moj takratni fant je rekel, ki sem rekel, kaj ne naredim, tle ravno to, raziskovalni novinarji, ko češ, imamo kakšne raziskovalne, je rekel, kliči Mladino. Mladina je en tak časopis, ki ima novinarje, ki se bo nekdo primil zgodbe in bo raziskovali. Ja. Jaz sem z njim po telefonu govorila, takrat so bili še stacionarni, Po telefonu sem rekla, kaj se je zgodilo, pač par besed in to, in da bi rada nekoga, da pride k nam, da povem zgodbo, da ta zgodba nam ne pije vode, da tle je utemeljen dvom, je sum, da je nekaj bilo. Naslednji dan v Mladini odprem Mladino, nisem vedela, da bo članek, ker umor ali samomor je bilo naslov članka, cel članek, so objavili to. Ampak pol ni bilo nikogar, da bi se to naprej, da bi šel nekdo tako daleč. In vedno sem probavala, kaj bo, nič, enostavno. In pol kasneje sem imela tudi jaz družino, sem imela otroka, moj mož je bil absolutno proti, da karkoli počnem, da mi ne ugrabijo otroka, mislim, nam ugrabijo ali karkoli. In sem dala mir. Ko sem se ločila 2012, v meni je to vedno vrelo, jaz to rabim za mojega brata pripeljati do konca in takrat se je pol znova začelo odpirati vse skupaj, ker nekaj časa, ne morem reči, da se 28 let borim, ker nekaj časa je bil popoln mrk, tišina, njim je pasalo, da je tiho, da je vse okej, In leta 2012 je potem, jaz vem, da takrat sem se v enem momentu zamislila, vse, kam jaz rabim to zgodbo obuditi, jaz moram to za brata narediti in sem na Facebooku odprla en profil, ki je bilo najprej Blaž Furjan in gor objavili njegove slike, so se naši njegovi prijatelji, vsi so začeli, dej Barbara, to je treba dati v javnost, to je treba obnoviti, Blaž je, da ne bo njegova smrt za manj, da ni on umrl in nikome ništa, roke smo si oprali, očistili, gremo naprej. In takrat je meni, mislim, jaz že, ko je umrl na grobu, sem vedela, da na sodišču ne bomo nikoli nič dosegli. Ko sem po 3 mesecih videla, da mi smo se 3 mesece borili, da smo dobili obdukcijski zapisnik, ker nam ga niso hoteli dati. Ker da obdukcijski zapisnik ne pripada družini, da je to dokument, ki je napisan od zdravnika za zdravnika. Vojska se je ponudila za plačnika pogreba, da bojo oni plačali, šele kasneje smo ugotovili zakaj, ker so ga hoteli kremirati. Ko bi ga kremirali, bi zakrili vsako sled na truplu. Mi Blaža, kar smo videli, smo ga nažali, da je bila šipa. Tako je ena šipa prozorna vmes. Mi nismo mogli zraven do njega. On je bil tako v krsti, glava zunaj, tukaj imel en flajštrček, eno majhno luknico, ki tudi, kdor se spozna na orožje, reče kalašnik, tega ne naredi. Reka, nobene ožganine, nič. In ko sem rekel, kje so te ožganine, ko ste govorili, ja, veste, to smo mi zdaj počistili. Ste rekel, niste počistili, da je puder gor na obrazu. Ste rekel, če bi bil puder, jaz ne bi videla njegovih pegice in vse se je videlo, tako da kar naprej je bilo neko prikrivanje, skrivanje. Tudi takrat moja mama, se spomnim, ker je bila ena taka polička na Žalah, ona je stopila gor, bi rekla, na polico, da je s kamero lahko posnela, da druga stran glave je bila cela, ker najprej so rekli, da mu je manjkalo pol glave. To je bila potem še ena dodatna laž. Tako da takrat so se vrstile laž za lažjo in pasji ugrizi in izstreljne rane, ustreljne. Kako je lahko izstreljna rana manjša od ustreljne rane? Ampak no, zdaj, ko te poslušam, zdaj čist po tej logiki kmečki, mi to deluje kot prav neka eksekucija, pazi, ker če je nesrečen primer, da en beži, pa je nekdo paničen, pa za njim strela 2-krat, 3-krat, ga ne bo točno tu zadev. Tu ga zadaneš, če ga primeš, pizda, pa nameriš njega strel, pa ga ustreliš. Se pravi, prav
tako neko eksekucija. Po enih podatkih naj bi bil z 9 metrov streljen. Tudi prazen tulec se najde 9 metrov stran. In to marsikdo reče, niš, te, ki so delali v vojski, povejo, reka Barbara, pa se ne leti, če bi se on s kalašnikom sam, prazen tulec pade meter, 2 metra. Ampak zdaj po tej tvoji teoriji, ne, če gledamo, je zdaj situacija po moji logiki zdaj sledeča, recimo. Ne? On beži, ker je želel, ne vem, ali z vojske pobegnati, ali je želel nekaj sporočiti, ne vem, policiji, komorkoli. Z vojske ne pobegne 4 dni prej. Ne, razumeš, bežal, da bi to povedal, kar je videl, o neki paniki, karkoli. Za njim so pač šli določeni ljudje in ker so se bali, da bi to povedal, so ga ustrelili. Je to. Ja, predaleč je šlo, kako ustaviti tega človeka, ne? Ker po določenih, bi rekla, informacijah naj bi bil ampak celo... Ampak so ga prav namerno, misliš, ustrelila, se je to zgodilo? To pa ne veš. To bom jaz težko vedela. Jaz bi bila bolj srečna, če bi mi oni povedali. Jaz bi bila najbolj srečna, ker jaz tudi, če ne grejo nikoli v zapor. Povej mi. Po tem, kar mi razlagaš, je bil to namerni strel, ne slučajni, če ne bi ga v nogo ustrelili. Ja, razumem. Ja, mislim, ne moreš nekoga v nogo, ki se bojiš, da bo te, recimo, da te bo, bi rekla, razkril. Ne? Ampak Barbara, kaj konkretno pa misliš, da bi on povedal, če bi ostal živ, če ga ne bi ustrelili? Česa so se oni po tvoje tako zelo ustrašili? Kaj bi on povedal, pa koga bi namočil po tvoje? Pa pravzaprav, zakaj bi to naredil, pa mogoče celo svoje življenje tvegal? To si se vprašala. To bi povedal. Ja, se zaradi teh stvari, ki jih toliko let prikrivajo, ki jim prihajamo, pravim, v teh nečednih poslih, ki so se dogajali znotraj vojašnice. Ker oni so imeli tam varno bazo, zavetje, kar se zdaj sicer zanika, da to je samo, ne vem, v moji glavi ali karkoli, ma to ni zraslo v moji glavi. To sem dobila informacije od ljudi, ki so bili tam tisto noč, bi rekla, ne? Tako da je pa vse beseda proti besedi. Zato, ker nas je tudi vprašala sodnica, ne? Zdaj, če greva po vrsti, najprej bila knjiga, pol po knjigi se je našel Ciril Brajer, ki je bil kot novinar, ki je raziskoval. Ciril Brajer je šel, bi rekla, že prej in trgovanje z orožjem in vse, kar se je dogajalo skozi vojašnico. Tako da naš film, zaradi katerega smo zdaj toženi, to še prideva, tako obravnava več zgodb, ne samo smrt mojega brata. Ne? In torej, prve tožbe so se pa začele že s Cirilom Brajerjem. Ne? Že takrat so oni tožili isti tožniki, ki zdaj nas tožijo, ki me ne bomo omenjali. Ne? V glavnem so takrat tožili Nedeljski dnevnik, 2 od njih, in sta zahtevala odškodnino, vsak 10 000 evrov. Za blatenje imena. Za blatenje njihovega imena, zato ker ni dokazov. Ampak Brajer je z imeni operiral v članku. Brajer je z imeni, ki mu jih je podal Kunstelj. Rekli z imeni tako. Zanimivo, da Mitja Kunstelj pa ni bil tožen, zdaj v civilni to, ker on je edini, ki v filmu spregovori o teh imenih in on ni zajet s tožbo, medtem ko smo vsi ostali zajeti. Tudi to je zanimiva zgodba, zakaj se zdaj oni, kot češ, govorijo, zakaj Kunstelja ne, ker kot češ Kunstelj naj ne bi imel sredstev finančnih, da ne more plačati. Torej mi pa imamo denar in bomo poleg vsega plačali še odškodnino, zato ker, dobro, pustimo te debate. Kje smo mi dva ostala pri... Tu, pri tem članku, ko si rekla, da je padla tožba. Ja, da je bila tožba, s tem, da jaz sem tudi predlagala urednico Nedeljskega dnevnika, ki je tudi pristala na to, da pride kot priča razložiti, zakaj se je ona pobotala. Pogodili so se, potem za 3000 so izplačali Nedeljski dnevnik, torej za nižjo poravnavo so naredili, ne? Ja. In kako so pritisnili na njo, ker ona je v enem momentu ostala sama, ker Ciril Brajer je šel potem v penzijo, sicer ni pričakoval, da bo šel že v penzijo, je šel že malo predčasno, ker je mislim, da bil odsoten malo zaradi bolezni, malo zaradi dopusta in kakorkoli, ko je prišel nazaj v službo, ga je že čakalo, da ima že penzijo predčasno. To je bilo takrat presenečenje za njega. Istočasno se je pa že odvijala ta tožba, ki so oni na Nedeljski dnevnik jo podali. In ona je ostala takrat sama z njimi, ki so pritiskali na njo, kot češ, lej, če se ne bomo pogodili, bojo stroški še večji, bomo šli naprej in valjda, ko ti začnejo pritiskati na te stroške finančne, na časopis, vsak časopis si želi preživeti, ne pa da ima in eno tožbo, ker te tožbe so itak danes tle že stalnica v Sloveniji. Ne? In na koncu so naredili to poravnavo, kar so potem oni hoteli tudi skozi našo tožbo, bi rekla pač kot dokaz, sej smo že itak iztožili Nedeljski, ne? Bomo pa še vas, ne, na ta način, pa tudi Tedniku so grozili, ne, tudi s tožbami. No, ampak to, ko sem te prej vprašal, za Blaža sem te vprašal, ne, če je vedel, kaj je videl, pa če je vedel, kakšne so lahko posledice, ne? Ne vem, če se je v tistem momentu zavedal,
Zato, ker tudi po pričanju ene od prič, mislim, je, da naj bi bila dva fanta tudi zadrogirana z LSD-jem, da bosta pozabila, kar sta videla, kar sta slišala. Tako da jaz ne vem, koliko razsodno ti takrat lahko razmišljaš. Misliš, da je v efektu to pač pobegnilo? Ja, jaz ne bi rekel, da je to zdaj. Mislim, to se vse odvijalo. Ampak pobegnilo je kam? Domov je hotel iti, na policijo? Ne, ker če bi hotel iti domov, je imel on avto blizu. Kam je hotel iti? Ali kar tako v bistvu na policijo, ne? On je hotel policijo, da pride, da ga zaščiti. On je rabil policijo, da mu pridejo rešiti življenje. On se je zavedal, da je že v smrtni. In jaz včasih, ko pomislim, ne morem si predstavljati njegovih zadnjih minut življenja. Ko veš, so mi za petami, bežim, pa ste že v grizu prej, rekla, ker psa so prej definitivno spustili na njega. To so bile bolj kaj neke metode mučenja, ali kaj v filmih? Ma ne bi rekel, da so jih mučili. Zvezali so jih, da jih ne bosta pobegala, so jih sezuli. Ampak takrat jih niso mislili verjetno ubiti. Ne, saj bosta do zjutraj pozabila. Jih bomo zadrogirali tako. Do zjutraj bosta pozabila, kaj je bilo, bosta šla nazaj noter. Ker zanimivo, da ta drugi, ki naj bi bil z njim, ta je še živ. Ja, seveda, ampak je od takrat naprej v polju, na zdravljenju. Se pravi, tudi ga poznam. Z njim si ne moreš kaj dosti pomagati. Jaz mislim, da bi si lahko, če bi zbral toliko poguma, da bi šel na kako regresijo, karkoli, da se spomne. Ker pri njemu recimo manjka film. Ne ve, kaj se je zgodilo. Njemu manjka film med polnočjo in med 2 zjutraj. Ker jaz sem večkrat govorila z njim, on je to globoko potlačil vase, rekla ta šok. Ker jaz, ko sem izdala knjigo, mi njegova mama sama rekla neštetokrat, mislim, vrgu se je po tleh, slekel se enak in začel je samo kričati mrtev sem. Rekla, ker on ni vedel, kaj sem jaz v knjigi napisala. Jaz v knjigi nisem nobenih imen dajala, nič izpostavljala in ves čas samo to govori, jaz nisem kriv, da je Blaž mrtev. Jaz nisem kriv, ker on ima to breme. On nosi to breme še vedno, ampak enostavno, seveda, ker najbolj zanimivo je to, da ko so vsi drugi vojaki šli domov, rekla, vsi so mogli priti na pogreb, ko je avtobus iz pogreba iz Kopra pripeljal v Ljubljano, so bili razpuščeni. Njegova mama, od Darinka, od Ivana, je čakala več kot 2 ure na kapiji, ker niso Ivana spustili domov, ker so imeli še z njim. Ko češ, kaj lahko pove, kaj ne sme povedati. Če bi njega tudi ubil, če bi bežal, bi pa ubil tisti večer. Verjetno. Pizda. Pa naredici so bili že primeri v JNA, ko je bil samomor, pa umor, pa ne vem kaj. Prirediš potem, ne? Ta je tekel noter, ne? Ampak Barbara, rekla si, da si pa pred tem tragičnim dogodkom, da je bil Blaž pri vas, ne? V nedeljo, koliko dni? 2? En dan prej. En dan prej se to zgodilo? Ja, v nedeljo. In je bil čisto okej? Valjda. Pa ti je kdaj namignil okej? Meni osebno ne, prijatelju svojemu, ko sem rekla. Zakaj ni vam povedal mama, sestra, moja draga, draga, da se hotel zaščititi, da ni hotel, on je tako imel to z levo roko. Ampak on je bil že takrat mogel neki krizi biti, ko je bil pri vas doma? Mama je sicer opazila, da več čikov kadi, kot ponavadi, da en čik za drugim. Zakaj je šel nazaj v vojsko? Ker ni imel izbire, ker si imel obvezno služenje, on je imel zaključiti, ne? In kot sem jaz vedela. Ampak ni vedel, kaj ga mogoče čaka, če bo šel nazaj naslednji dan. Ni to pomislil. Oni so pomislili, jaz tudi mislim, da so oni namerno izbrali fante, kdo bi lahko z njimi sodeloval. So gledali, da ni preveč dobro finančno stoječa družina, kot češ, mi smo bili 3 otroci. Za tiste čase, jaz ne rečem, da nam je karkoli manjkalo, ampak so tako bolj iskali, ok, ni naredil šole, temu bo zadišal denar, ne? Pa mu bo zadišal denar, pa bo vozil orožje se je takrat vozilo čez Italijo. Kot če še eno furo, naj bi bila, ne vem, kot zdaj rečem, 5000 evrov ali ne vem, pač eno furo naj bi vozil tega droge, ne orožja. Takrat je bilo rečeno, zdaj eni govorijo za drogo, drugi govorijo za orožje, ne vem kaj. Jaz ne morem vedeti točno, rekla, kakšne stvari so se dogajale, ampak enostavno so se definitivno dogajali nečedni posli. In moj brat bi mogel postati del te združbe in enostavno ni, ne? Rekla pač, ker je to zavrnil. Razumem, ampak še enkrat te vprašam, kaj mi pa zdaj tu meni recimo ni logično, pa dobro, ampak da te vprašam zdaj direktno, da te izzovem. Še enkrat, bil je pri vas, ni on menda šele naslednji dan prvič neko grozoto videl v vojski, da je potem so ga mogli zagrabiti, prijeti. Ni on to že prej videl, ali je tisti dan kasneje prvič on dejansko... Jaz mislim, da nekih grozot ni bilo v vojski, da bi se dogajale, samo sumo je, da se nekaj dogaja, ker so nekaj, kar ni v redu. Ampak ni vedel prej, je tisti dan, ko so ga stran spravili, šele to na lastne oči prvič videl. Jaz mislim, da prva, ki je opazila, je bila mama od Ivana, ker je ona že po 3 mesecih klicala, da kaj se v vojski dogaja, ker njen Ivan prihaja domov spremenjen. Veš, zakaj te to vprašujem, ne? Če Blaž... Mi nismo opazili, da bi bilo karkoli. To ti govorim, to mi je misterij, ne? On je vozil
vozil po noči kamione, to ja, ampak ti veš, ko ti dobiš, ti si v vojski in on ti reče, primi vse ce in pelji. Kaj ti veš, kaj voziš? Ampak razumem, zakaj je ravno ta dan se pol to zgodilo, ne? Kaj se je tisti dan moglo tako, to me zanima, pač ne bomo to ugotovili, ampak kaj se je tisti dan tako groznega zgodilo, da so ga oni mogli zagrabiti, ne vem, indoktrinirati, če to uporabljam. Mislim, je zbežal, ne? Ja, ampak bežal je z razlogom, ne? Sprav, kaj se je tisti dan napram ostalih dni, ko očitno po tebi ni bil videti nekaj strašno drugačen, no? Kaj se je tisti dan zgodilo, da se je njemu to v glavi tako obrnala plošča, da je rekel, fuck, zdaj pa jaz tu moram zbežati, zdaj pa me bojo ubili ali karkoli. Tu mi je misterij. Ker če on vedel, je hotel zatožiti, on prej ni mogel vedeti. Ampak, no se to ti govorim. Zato, ker je tudi temu prijatelju v soboto rekel, lej, nek denar mi ponuja v vojski, ampak meni to preveč denarja mi smrdi. Je sumljivo, ker je preveč denarja v igri, jaz sem to odklonil. Ni vedel, kaj točno. Se to ti govorim, ker če je on bil en dan prej pri vas, bi takrat šel na policijo pa to rešil, brez da šel nazaj v vojsko. Razumem te. A je to takrat se pol zgodilo, tisti naslednji fucking dan nekaj takega, da je počlo? Jaz mislim, da doprej je samo sluto, da neki mu hočejo ponuditi, da se nekaj dogaja. Pa je bil pa dan D. Ja, pol se je pa zgodil ponedeljek ta dan D. In on je imel to tako enostavno, bom že jaz rešil, bom rekel, ne, klinci gleda, pa ne bom z njimi, v tem stilu. Pa se je pa mogoče zapletlo nekaj. In pol se je tam zapletlo, da enostavno... Viš to, zdaj, mogoče je pa to ima zdaj prav, ne, zdaj, če razmišljamo na glas, ne, da dejansko je on vedel, kaj se dogaja, pa je mogoče tuhtal, pa gor do levo desno, pa se je pa mogli tisti dan nekaj... Pa je mislil, vse če bom rekel, ne me bojo pustili pri miru, pa bo šlo... Je prišlo pa do nekega prepira, recimo je moglo priti, ne. Mislim, to mi dva itak zdaj lahko gibamo. Ja, ampak to je neka logika je na tem, ne. On to sabo v grob odnesel, ne. Pizda materna. Ampak Barbara, zdaj če vprašam, pa bomo prišli na te čist nove stvari, ne. Se probam zdaj pač ter se vživeti zdaj v tvojo kožo, ne, ampak tako sem ti že prej rekel, ne. Če so se te nečednosti dogajale, slej ko prej naletiš na enega svojca, ki je pa nor, ki pa ne bo dal miru, ki bo šel pa do konca, ki bo pa jebal mater, pizda vsem, in to si ti. Ampak ta svojec je zdaj sam. Nima zdaj še 30 drugih. Ta Darinka, si reka, ta mama od tega, ta je pač preživel ali ne more pričati karkoli, ali ona tudi ima neke samo domneve, in ti si ostala sama. In ti si sama proti zelo močni organizaciji, močni sistemu in to veš, da je izgubljena bitka že v štartu. Zmleli na veter. In pol ste pač posneli ta zdaj že zelo glasni film V imenu resnice, ki se ga je lotil naš Dejan, vrhunski umetnik, režiser, moj dober prijatelj, se je pač izpostavil in zdaj ste ga nafukali še bolj. In da tebe vprašam, predno gremo v to, si vedela, da če boste ta film naredili, da bo pizdarija? Glede na to, da si vedela, da so bile tožbe že prej. Ne, sploh se nisem predstavljala, da bomo imeli kakšne tožbe, ker jaz s tem namenom sem tudi, ko sem knjigo delala, nobenih imen ni bilo v knjigi, ker meni se ne da z nekimi sodišči ukvarjati. Si vedela, da tožijo za vsako, ko nekdo kaj omeni, to si vedela, ne? Nisem za tem ukvarjala, jaz o teh ljudeh sploh nikoli brala nisem. Jaz sploh vedela nisem, kdo so in z njimi nisem imela, rekel, to je zanimivo, kako sem prišel do Kunstla, jaz nikoli nisem brala njegovih blogov. Jaz ga nisem rekla. Ker on ima tudi zelo dolgi jezik, zelo je oster. Ja, samo jaz sem potem, to se mi je kasneje, so se mi te stvari začele hoditi skupaj. Ampak on je pisal v tem primeru. Mene kolegica z njim seznamna. On je pisal v tem primeru, brez tebe je pisal, kaj se je zgodilo v vojski. Šele po tistem, ko so se midva spoznala. Aha, takrat je začel. Po mojem, ni bilo prej pisanega o mojem bratu, on je pač pisal te svoje stvari o teh zadevah, kaj se je prej dogajalo. On je bil tudi v vojski prej, ne? Ja. In je bil definitivno tudi tam. Ampak v glavnem, kar se je zgodilo, hotela sem ti to reči, recimo knjiga, ki sem jo pol izdala, mi je začela odpirati pot naprej. Ker meni je bilo to, jaz sem si želela, sem rekla, ok, na sodišču ne bom dosegla nič, želim film, želim ameriški, hollywoodski, kakršenkoli, da doseže svet, da čim več ljudi vidi, kakšne neumnosti se pri nas dogajajo. Zakaj sem napisala knjigo? Recimo najprej bil Mitja Okorn tisti, ki je meni, ker jaz sem njemu, pač kot režiserja, jaz preko Facebooka sem utežila, da jaz bi film, jaz bi gor dol, napiši knjigo. Sem rekla, pa kako ne, jaz nisem pisateljca, kaj ne pišem knjigo, ne? Sem pa ful rada imela vedno slovenščino. Jaz sem bila ena unih, ko smo pisali spis, sem vedno dvignila roko za šeno polo. To vse moje sošolke so se mi vedno smejale, ker meni, ko krene, ne? Bi rekla, pač ne znam isto ko v govoru, ne znam nekaj pisati. In tako da slovenščina je bila ena mojih priljubljenih sploh pisanih spisov in kakorkoli. Ampak v glavnem,
In pol sem razmišljala, mogoče bi Vesna Milek napisala to knjigo, mogoče to je vse trajalo, se rekla, ona zasedena s svojimi projekti, oni zaseden s svojimi, dokler jaz to nekomu razložim, pa da se oni res loti. In potem ta pa ni nehal, ne, Okoren, Barbara, če hočeš film, knjigo, se rekla, ko ne knjigo napišem, dobro, ajde napišem knjigo. Res, jaz vem, da sem si zastavila. A knjiga je tudi naslov isti kot film? Ja, v imenu resnice. Je tudi še v knjižnici na voljo, ki so šli izvodi, bi rekla, sem imela pol enega, ki mi je pač dajo na pošte v knjižnici, posrednika, je šla v samo založbi. Tako da v tistem momentu, ko sem jaz kar 2012 sem začela študirati, kako bi, najprej sem naredila dobrodelni koncert. Ker jaz sem prej se tudi ukvarjala s temi glasbeniki in moj brat je ful poslušal Šankrok in tako sem povabila Matjaža Jelena in je dejansko prišel, prišli so Pepel in Kri, prišla je še Alenka Gotar takrat, imela sem Lucien, v glavnem 12 glasbenikov, Lea Sir, ki je bila takrat, če ni bila, bi rekla, tako poznana kot danes. V glavnem, in to je bil 3-urni koncert, ki sem ga imela v taverni v Kopru. Vsi, ki so plačali, tipo vstopnina je bila, ne vem, 10-20 evrov, se ne spomnim, pač vse te donacije so bile namenjene izključno, ker sem porabila potem 5 ur za to, da je knjiga išla. Bi rekla, pomeni tista, ki mi je delala prelom. In ta ženska, zvonu Jelena Lasan je bila, jaz nikoli v življenju nisem videla v živo. Jaz sem jo na Facebooku našla in da bi imela knjigo in je se zgodba dotaknila, rekla, le lahko ti pomagam. In smo izdali to knjigo v samozaložbi, bi rekla. Ampak denar smo pa zbrali na dobrodelnem koncertu. Torej, najprej bil koncert maja in vedno sem delala na letnice. Pomeni, 27. maja, ko je bila obletnica Blaževe smrti, je bil dobrodelni koncert. 8. septembra, ko je bil Blažev rojstni dan, je bila, bi rekla, za 35. rojstni dan išla knjiga. Jaz ti ne morem opisati, kakšne emocije so me prevevale, ko sem prvič v življenju domov prinesla še toplo knjigo, bi rekla, kot da so stene pokale, kot da bi bil Blaž hvaležen, da sem to naredila. Bi rekla, res. Mislim, ona je bila celo ura, ki nikoli v življenju satelitsko vodena, se je začela vrteti in se ustavila na 10:02. Jaz sem vedno razmišljala, kaj pomeni ta ura. Ali se je takrat kaj drastičnega, v glavnem una ura nikoli več ni tekla. Bi rekla, ki se je uno noč ustavila. Mislim, to so bile potem tako zgodbe. No in to, ki si rekel, da se marsikdo ne upa te zgodbe dotikati. Pardon, jaz sem imela nič koliko takih zgodb, recimo že prvemu, no, kaj se je pol zgodilo z Okornom, jaz sem Okornu pol napisala, sem rekla, jaz knjigo imam, ti lahko pošljem, ma ne veš, mene zanimajo bolj komedije, ne. In smo bili tam in sem rekla, čakaj, zdaj knjigo imam, izdala sem jo, zdaj nimam režiserja, ne, kaj narediti, ne. Pol enega drugega vprašam snemalca, je tudi trajalo kar nekaj časa, on je dal enemu Italijanu za prebrati, rekel, Barbara, ko je oni prebral to knjigo, pa ni nobenih imen, nič, jaz takrat niti imen poznala nisem, pojma nisem imela, kdo je bil zraven. In je rekel, ko je prebral to knjigo, je rekel, naša italijanska mafija je huda, ma vaša slovenska je hujša. Je rekel, to je nekaj neverjetnega. Je rekel, jaz se ne upam iti v to, jaz to ne bom delal tega filma, ne. Enostavno se je končalo, ok. No. In tako iščeš, kdo se bo sploh upal, bi rekla, ne, ker veš, da je zgodba taka, ampak vseeno se rekel, le, jaz nočem z nekimi imeni operirati in to, dajmo narediti en film. In moja, kot veš, spoznala sem pol Jared Leta, ne, ker imam pač to željo narediti svetovnega formata film. In sem potem z Dejanom, ker jaz sem pa Dejana spoznala, ko je imel on svoj film, mislim, da Exit, ali ne, en drugi je bil, tam, ko je bil bančni rop in to. Izhod, ni bil tam? Ja, ko je bil Juri Brdač. Ja, ki je igral. No, jaz sem bila takrat na premieri, ko je bil, in takrat sem prvič v življenju spoznala Babuska. In valjda sem imela že knjigo, ker knjigo sem pa imela tudi že narejeno v slovenščini, 2012 je šla, in v italijanščini in v angleščini je šla leto pozneje, ker so mi in Lucien, mi je brezplačno vse, bi rekla, prevajala in ena moja kolegica Sara Korbati, ki je hodila k meni na aerobiko iz Italije, bi rekla, drugače Slovenka, obe so mi pomagale še s pomočjo drugih ljudi, bi rekla, lektorji in vse, da smo mi to prevedli v oba jezika in tudi izdali v 2013. V glavnem, potem je ta knjiga išla in na podlagi te knjige sem jaz hotela narediti potem z Babuskom, ker Babusko sem jaz knjigo dala na tej premieri, ampak je sigurno minilo 2-3 leta, preden je on knjigo prebral, preden si je knjigo vzel in prebral in potem on meni napiše, Barbara, dobra zgodba, ti ful želim, da ti rata naredite en res hud film, ne, ko češ, in jaz ono, ja, ne, kaj ne bi ti, pa da ono, ma ja, veš, jaz imam toliko projektov, nimam časa in to. Ok, ajde, bom iskala naprej, nekoga bomo našli. Nekaj časa kasneje, mislim, da je bilo 2017, sem jaz poklicala Babuska
Ja, takrat, ko je šel film. Vem, da je bil marec in sva se midva dobila na kavi in sem rekla, ti, letos bo obletnica, 40. rojstni dan od Blaža. Jaz si želim 15-minutni neki, ne vem, spomine, karkoli, od Blaža zgodbo, da naredim eno prireditev in da imam 15-minutni film, da grem lahko z njim naprej v Hollywood, da imam nek material, s katerim pridem, da oni pogledajo, ker danes knjigo komu se da brati, bi rekli vse, ampak nekaj na kratko, ne? Ljudje bolj gledajo filme, kot berijo knjige, recimo, da ne. In v redu, bi rekla, prišla ideja, kako bomo to naredili in jaz sem bila presenečena, ko sem jaz, ker potem Dejan je rekel, lej, jaz nimam časa se več kot toliko ukvarjati s tem, jaz sem poznala par ljudi, ker sem že prej delala z temi umetniki, glasbeniki in tako dalje in sem poznala snemalce in 2 snemalca sem vedno imela ali enega ali drugega, sva šla na teren. Tako da midva sva v glavnem snemala dokumentarni del. Jaz sem bila presenečena, jaz sem mislila, noben ne bo hotel nič povedati, vsi bojo tiho, vsak bo rekel, se ne spomnim, je že dolgo nazaj. Jaz sem bila presenečena, da po tolikih letih so ljudje počasi pripravljeni govoriti, ne? In da so ljudje povedali bistveno več, kot bi jaz pričakovala. Tako da takrat sem imela občutek, kot da je samo vesolje nad mano, da ljudje končno zdaj pa upamo o tem govoriti. Ampak kjer ljudje so dejansko govorili? V filmu, vsi teli bi rekla, ki so poznali Blaža, ki so bili tam, ali novinarji, kjer kdo? Vsi, od novinarjev do recimo že Kunstelj, da je povedal imena. Rekla, on je povedal praktično imena, ki jih mi niti nismo dali v film. Ampak to je zato, da ne bi bile tožbe. Ampak to je prvič, da je javno Ne, javno je bilo najprej v Nedeljskem, zato se je tudi tožba zgodila. Že predtem. Tako. To je bilo že 2013, je bilo v Nedeljskem in to je bilo potem zanimivo tudi, da potem, ko on se je tudi celo skregal z mano, Kunstelj nekaj časa ni govoril z mano, zato ker sem mu rekla, da mi imen nismo dali v film, ker si ne želim tožb in ker se ne želim s tem ukvarjati, smo mi imena dali ven. Odkot je pa on ta imena vedel? Ker je bil zraven. Kje? Tisto noč. V vojašnici Moste Polje. Pa kaj on je bil? On je bil nek čin, on ima nek čin, kaj je on, polkovnik ali kaj je pizda, nek velik čin. Enak čin ima kot te naši tožniki, eden izmed njih, ki ga bomo menjala. Enak. Ni bil pa on kriv za to, kar se je zgodilo? Bil pa je zraven? Bil pa je zraven. To je on dejansko, ampak on ve zgodbo? Kot pove v filmu, ja, ve zgodbo. Videl je, ko so jih zavezali, videl je, kaj so jim naredili takrat. Pa bo priča na sodišču? Je bil že priča, marca. Takrat sem vabila ljudi, da bi prišli poslušati. 2 ure je bil zaslišan, jaz rečem car, kapo dolmu, vse je povedal tako, kot je povedal v filmu. Rekla, in tudi po mnenju vseh naših odvetnikov je bil zelo kredibilna priča. Ker je vse povedal, kar so mu... Oni so 3 dni se trudili samo s tem, da diskreditirajo Kunstlja, samo o tem je bilo govora, in Braneta Praznika, ki bo zdaj priča 11. junija. Njim je to glavni cilj. Ampak če imaš ti tako močno pričo, ni to dovolj za rešen primer? Če bi bil normalen primer, ja. Če bi bil v interesu države, da se ga... Ampak ta ni v interesu države. So ga postavili na laž, pač, Kunstla. V bistvu celo tako daleč je šlo, kar je mene najbolj presenetilo, in ne bi pričakovala tega, ker so oni najprej začeli govoriti njihov odvetnik, tak je tle z Celja, je začel govoriti o tem, tega ne smemo omenjati, ne? Ne vem, če ljudje poiščejo, bo vedeli, o komu govorimo, kakorkoli. Je vse danes že javno. V glavnem, ko se je njihov odvetnik trudil Kunstlja diskreditirati, da je narkoman, da laže, da v glavnem ni, da ni, vse samo človek ne, da živi pod mostom, da spi pod mostom, in sem jaz mojega odvetnika vprašala, sem rekla, lejte, to je laž. Jaz sem bila pri njemu doma, jaz vem, da ne spi pod mostom, ima normalno, solidno stanovanje. Pa tudi, če bi spal pod mostom, vse to, kakve veze ima to s tem, kar priča. Gre se za diskreditacijo, da je narkoman in da je pač nekredibilna priča. In sem rekla, lahko jaz povem, da sem bila pri njemu doma, da sem videla, in rekel, ja, kar povejte, ne. In sem res na mojem potem zaslišanju sem povedala, da sem bila pri Kunstlju doma, in tle se ustavilo. Rekla samo, da sem bila pri njemu doma in da sem videla, da je v normalnem stanovanju. Naslednji dan, ko se je že zaključevalo, že 3. dan, mi smo imeli 3 dni zapored zaslišanje. Jaz sem 7 ur na sodišču mogla biti skoncentrirana, da sem pazila na vsako vejico, vsak stavek, kaj kdo reče. Ker to obračajo stavke, nenehno, mislim, ne moreš verjeti. V glavnem, sodnica mene vpraša, včeraj ste rekli, da ste bila pri Kunstlju doma, bomo to napisali na zapisniku, če še vplivala ste na pričo, kot da bi hoteli diskreditirati pač pričo, ker sem bila jaz pri njemu doma. Jaz sem kar usupla, jaz sem skočila. Sem rekla, kako bila pri njemu? Ja, včeraj ste to rekla, kar kričate, začela name. Kar res sem rekla, ampak nisem rekla, kdaj. Sem rekla, vi zdaj pišete, da sem bila jaz pri njemu ta teden in nisem rekla, kdaj. Sem rekla, dajmo to razčistiti. Ja, no, pa povejte, kdaj ne je bilo, čisto tako, ne jaz.
eno leto nazaj, 2 leti, takrat, ko vi še niste vodila, no dobro, pol pa napišemo tako. Tako da ne moreš verjeti, kako ti te stvari, veš, kar nekaj se moramo zavedati, ne? Te ljudje, ki nas tožijo, to niso ljudje, bi rekla, kot jaz in ti, navadni ljudje ali karkoli. To so ljudje, ki so visoko, globoko zaščiteni. To so ljudje, ki so sami povedali, da ščitijo, njihovo delo je varovanje, bi rekla, visokih uslužbencev. Kot vemo, da eden izmed njih je v času Janševe vlade leta 2020 bil osebni stražar od Hojsa. Sem ga gledala po televiziji, ko je z masko hodil zraven Hojsa okoli. To so ljudje, ki so sami povedali na sodišču, da ščitijo tožilce in sodnike. Torej, če ti ščitiš življenje od sodnika, kako ni ona sodnica reče, veste, fantje, zgubili boste to tožbo. Reka, njihova tožba je zdaj civilna, ne? Kar zahteva od nas umakniti film, se opravičiti javno za besede, ki jih jaz nikoli nisem izrekla, nikoli nisem nikjer v javnosti napisala. Čeprav razumem, tebi ne grozi zapor, tebi grozi dejansko samo finančna tožba. Zapor je že zastaral, zapor so bili toženi 5 njih, med njimi tudi že Ciril Brajer, ki je nažalost že pokojni. Da bi ga prav zapor spravili zaradi. Kunslja so hoteli spraviti v zapor in to je zastaralo. Ne, mene ne. Tebe hočejo sam denar. Od mene hočejo denar in umakniti film. Predvsem hočejo umakniti. Film je še na YouTubeu, še vedno. V imenu resnice. Ja, in seveda, tudi to, bi rekla, bojo vlagali proti meni, kot vse, kar govorim. Jaz vsakič, ko ljudi pozovem, da pridejo na sodišče, ker imajo pravico biti zraven, ker so glavne obravnave javno, se znajde ta moja objava v spisu, kot dodaten dokaz, ki njih bremeni in jim dela dodatno škodo. Ampak, te smem vprašati, kdo so ti ljudje? Lahko to poveš ali ne smeš? Tužniki. Če ljudje pogooglejo, bojo videli. Ne bom, zato ker je vseh imen. Namreč tu se pojavlja večkrat ta zelo glasna enota Moris. Pa ta enota zdaj to ne obstoja več, to je bilo nekoč, ampak to so te ljudje iz tistih časov. Ta nevarni ljudje, ko bo zdaj še meni jebal mater. Nekoč je bila to vojaška policija, in so bili zaposleni v vojaški policiji, takrat, ko so se te stvari dogajale in ko so imeli varno zavetišče znotraj kasarne. Ampak so oni po tvoje zakrivili vso to pizdarijo, ta enota, člani te enote. To je po pričevanju drugih, Jaz ne morem vedeti za 100%. Sem pa prepričana, da lahko pa verjamem pričam, ki so bile tam, ki so se obrnile proti njim, bi rekla, kot je Kunstelj, ki naprimer jih je postavil na laž. Zato, ker najbolj zanimivo pričanje je tudi bilo, da kar so oni govorili, prav vidiš, kako, ne vem, že vse te, mislim, mi je žal, da nisi bil zraven, da bi doživel to, užival. Zato, ker, recimo, en dan prej smo jih vprašali, pač odvetnik vprašal, kako so prvič zvedli za film, In je bila cela zgodba o tem, ko češ, sem prišel domov, pa moj sin me vprašal, oči, a si res ti morilec, nekdo, ki sploh noben nikoli ni rekel, da je morilec ali karkoli, in solze potočil, in reče meni odvetnik, Barbara, si videla, prvič vidim enega specialca, da joče, ko češ ko vidiš, da so neke zgodbe. Naslednji dan, isto vprašanje že, sem prišel domov, pa je sin vprašal, a si bil ti zraven, ko so unga fanta ustrelili? Torej, ni bilo več vprašanje, a si bil ti morilec, ampak a so unga fanta umorili, kar tako, veš, kar naprej neko obračanje, ker recimo mene tudi to je najbolj zmotilo, da eden od tožnikov, ki govori, da njega ni bilo zraven, 100%, pazi, on je mene preko Facebooka kontaktiral leta 2013, ko je bilo v Nedeljskem dnevniku. On sam meni piše, in sem rekla, pa ti veš, kdo sem jaz, zakaj ti meni pišeš, jaz ne vem, Facebook mi te je ponudil in tudi zdaj na sodišču govoril neko zgodbo, kako je njegova žena mu predlagala, da naj si odpre, kar je za moj pojem čista laž, da naj si odpre Facebook profil za to, da bo pač da obstaja, ker če ne je, kot da te ni, kot da ne obstajaš, in on glih prvo osebo, kao nabaše name, kje in kako, kako na ključje, in v glavnem, in takrat sva bila midva glih z Kunstljem na neki bojni nogi, bi rekla, in sem rekla, v redu, sem rekla, če ti ne veš, kdo je Kunstelj, kdo je moj brat, ker je rekel, jaz sem bil takrat v tujini, jaz sem bil v Ameriki, kar je dokazljivo z vizo in kar je dokazljivo z dobro, da ti ne bom vse te detajle, ker itak bom imela spet tožbe in tožbe in tožbe, nedokončne. V glavnem sem rekel, dobro, pošli mi to vizo, si sam predlagal, vizo, potni list, ne vem, sem zgubil. Kako ni ti verjamem, če sam sebe v naslednjem stavku zanikaš? Rekla, imel je možnost Cirilu Brajerju povedati svojo zgodbo, ker smo ga pozvali. Takrat je Ciril rekel, ok, to je Kunstljeva verzija,
povej še ti zdaj svojo verzijo, če misliš, da je bila drugačna. Ne, jaz ne bom dajal novinarjem izjav, zato ker oni pol to obrnejo in bo spet kontra meni. Ne da se meni s tem ukvarjati, ne bom. Ne? Lej, ti bo Ciril poslal, tako kot je meni vsakič poslal, ker ponavadi tega ne delajo, ampak v namen, ker je taka kočljiva zadeva, ti bo poslal predogled, preden bo šlo v objavo, če karkoli ne bo korektno napisano, imaš možnost, da se popravi, da slišimo še tvojo plat zgodbe. Ne bom. In se ustavilo pri tem. Ampak za me je pa to zanimivo, če vprašam. Mislim, potem se je nadaljevalo s tožbo. Ampak glej, se pravi, ok, film je šel, ampak po nekem času film tudi potihne. Veš, zdaj pa, ko je ta tožba, pa se dogaja, je to zdaj spet javnost. Ja, to so si sami zakuhali. Ampak ti govorim, ti si spet glasna, ono drugo dete, Če ne bi se že pozabila, bi šlo naprej in bi bila jaz že v Ameriki in delala film cel večer. Ravno to ti zdaj govorim. Da je to strelo koleno. Se pravi, če ti hočeš, da to gre mimo, se ne oglašaš. Zakaj rineš v to, da zdaj še dodatno publiciteto, bolj kot rek mešaš, bolj šmrdi. Ta del mi pa z njihove strani recimo ni jasen, razen da bi rekli, zdaj pa hočemo svoje ime oprati. Moraš vedeti, da imajo tudi družine in tako dalje, ki si želijo. Ampak zdaj pa te to vprašam, se pravi, ti mi hočeš zdaj dejansko povedati, da ti dejansko, ko priješ na sodišče, dejansko po neki logiki, če to seveda vse drži, kar praviš, dejansko tam, ne vem, na 1 meter vidiš dejansko nekoga, ki naj bi tvojega brata ustrelil. Ja, nasproti gledam, sicer ne vem, kateri od njih treh. Ampak eden recimo od teh treh ga naj bi tvojega ustrelil. In kako se ti takrat počutiš? Neprijetno, totalno. Te prime, kakšna norija. Mislim, vsa čustva mi gre. Zato jaz si želim, da je čim prej tega konec. Jaz bi rada, da 11.6. sodnica reče, lejte, fantje, takrat je ta sojenja. Ki je že začela, da mogoče bo delna sodbo dala, ker mi smo imeli že eno sodnico prej. Ker moramo vedeti, v bistvu film je bil 2017. 3 mesece kasneje, zadnji dan roka, ker imaš 3 mesece rok, se je vložila kazenska. Kazenska je bila kot pregon zapor. So hoteli, za 5 ljudi, med katerimi nisva takrat bila jaz. In Babusek, ampak ljudje, ki so govorili v filmu, ki dejansko sploh omenjali niso njihovih imen. Ker bi rekla, Gusti Cvetreža, on je 2-krat tožen. On ne prvič, ne drugič ni omenjal je Blaža, ni pomenjal nobenih njihovih imen. On, kar govori v filmu, govori iz leta 91, kako so eni bili tam, bi rekla, Morisovci, dajali puške v usta in vse drugim. In on ni vedel, bi rekla, kdo to je. Nobenega. Očitno so se sami prepoznali, da njega tožijo. Rekla, ker on je bil eden tistih, ki se reče Gustijo samo kapo dol, eden tistih, ki ni upošteval ukaza Janše, da napade vojašnico. Ker če bi on upošteval takrat ta ukaz, bi mogoče danes ne bili tle, ker bi se zgodila velika katastrofa, ko bi se takrat leta 91. On in še nekaj drugih je bilo, bi rekla, toliko, da niso izvrševali, kljub temu, da ti, ko si vojak, moraš izvrševati ukaz nadrejenih. No, pa recimo, če še enkrat vprašam, jaz sebe si prav predstavljam, ki gledam včasih te posnetke na YouTubu, ko nekdo, ne vem, krvnika tega in onega pred sabo vidi, dobro, sem tam je 100% siguren, kdo je, pa ne vem, ena ženska da enega ustrelila, ali se v njega zažene, ali sodnik ga oprosti, pa sodnika ustreli. Mislim, to te vprašam, da ti tam vidiš, pa ko to let, to v tep, je ta jeza, žalost, karkoli se pač meša v tep. Jaz nisem maščevalna. Ampak dobro, da vidiš te ljudi, pa da grejo min tebe, ali da se ti, ne vem, celo nasmejijo, ali ti dajo roko. Celo vrata mi pridrži, ko grem noter, si predstavljaš. No pa kaj, še enkrat te vprašam, kaj imaš takrat? Te ne zagrabi? Ne, jaz samo imam občutek, da sem močnejši od njih. Enostavno imam občutek, da če ne bomo tle dosegli svoje pravice, bomo šli naprej, bomo šli pa na mednarodno sodišče, bomo šli do onemoglosti. Pravica, resnica bo prša na dan. Ampak tvoj cilj je zdaj kaj? Kaj je tvoj končni cilj glede te zgodbe? Mogoče je utopičen, ampak jaz bi samo rada rekla, rada bi priznanje, smo ga res ustrelili. To. Povej mi, moj brat je mrtev, nič ga ne bo več vrnil nazaj. Če bo to priznal, bo šli v rest. Ne bojo, ker je že zastaralo, je že 25 let mimo. Tako da oni so izven tega, da bi jim neki grozilo. To bi rada, da bi... Samo priznanje, pa reči, ne vem, mi je ušlo, sem tekel za njim, ma ne dati nekomu, ki je mrtev, to breme. Mislim, jaz bi se sprijaznila, da naredil samomor, če bi bilo vse okej, je imel težave, ne vem, psihične, karkoli. Ampak to nisi nikoli verjela, niti pikica? Ma niti sekundo nisem pomislila, da bi naredil samomor. Pa mi že je to zato, ker si... Pa so me hoteli prepričati, dosti krat. Mi že zato, ker si sestra njegova? Ne.
Ne. Ker če bi bila sestra njegova, mislim, tle ni, da sem samo jaz. Ja. Prijatelji, ki so ga poznali, vsak mi reče, Ne, ni logike. Barbara, bomo šli naprej, ne sekiraj se, gremo na Evropsko sodišče, če treba ti dam 5 ur, kolikor bo treba, samo pejmo naprej, da bomo že stroške, ki jih recimo imam zdaj za sodiščem, jaz sem v bistvu že odvetnike več plačala, ampak hvala Bogu, da jih imam, ker res všeč mi je, ker ne delajo to za denar, ampak enostavno vidijo, razumejo zgodbo, jim je vse jasno in so, bi rekla, bolj po tej moralni poti vpleteni, da jim je do resnice, da jim je do tega, do pravice. Ampak Barbara, ti dejansko teh ljudi nisi nikoli tožila. Kot sem tožena. Ampak ti nisi njih to, oni dejansko tebe pač tožijo za film. To mi je pa en tožilec rekel. Ti jih pa nisi nikoli na sodišču. Zakaj pa to nisi nikoli? Jaz sem dala ovadbo proti neznanim storilcem leta 2012. To sem tudi na sodišču povedala, ker so me vprašali, zakaj nisem jaz dala tožbo. Jaz sem šla takrat k enemu odvetniku in sem rekla, ko je Kunstelj povedal imena, to je bilo 2013 tam nekje, Kunstelj je povedal imena, bilo v nedeljskem in sem rekla, lej, imena imamo, kaj lahko gremo v tožbo. Rekel, če to naredimo, veste, kaj se bo zgodilo? Kriva bova kao odvetnik in jaz, midva bova šla v arest, ko češ, ker nas bojo oni blatenje imena, oni bojo pa nedotakljivi, pač njim se ne bo zgodilo nič. In zato jaz nisem šla v poimensko tožbo, ker sem vedela, da imam opravka z ljudmi, ki ne bojo šli sedeti. Ne bojo, ker imajo, če piše na spisu Janez Janša, pomeni Janez Janša in krije hrbet, drži roko čez, te ljudje ne bojo odgovarjali, nikoli. Se pravi, to so tako zelo pomembni ljudje, da jim noben ne more nič, hočeš povedati. Jaz sem od več ljudi, ne samo od Kunstlja, od več ljudi, čeprav mi to oni učitajo, Lari, Fari in ne vem kaj, od več ljudi sem zvedla, da te ljudje, bi rekla, enostavno so nedotakljivi. Tudi če oni sami, pa vi nam to očitate, da smo mi nedotakljivi, pa to ni res. Seveda so in še zelo napredovali so, v tem času noben od njih ni izgubil službe, da bi njim taka katastrofa nastajala, da ki zaradi filma zdaj, ne vem, izgubil službo, oni imajo dobre službe, dobro plačene. Celo Hojs je bil tako nor, da je, ko je bila takrat, ko je bil spet na oblasti in ko so štrajkali policisti, je on javno objavil plače, med katerimi je tudi ime našega tožnika na Twitterju in se točno vidi, koliko ima bruto plače, ki ni nizka, ki je precej visoka. Rekla, koliko nor moraš biti ti, da greš objaviti od tvojega varnostnika javno plačo. Mislim, tle ne vem, kdo je bolj nor. Ampak Barbara, zdaj pa še nekaj je meni tu zdaj čudno. Oni so sami rekli, mi ko smo bili maja 2023 na sodišču, so rekli, mi imamo dovolj denarja in dovolj časa za to tožbo. Sami so povedali. Razumem, ampak zdaj pa še nekaj mi zdaj tu ni. Ker to je lahko never ending story. Mi se lahko tožimo še 30 let. Ampak še zdaj mi tu nekaj ni logično zdaj. Se pravi, zdaj gledam z tega vidika, če nekdo pač umaže moje ime, a se zdaj meni pri vsej tej zgodbi gre samo za to, da dobim njegov denar? Je to moj point? Sej, in pol bom imel ime čisto. In film bojo umaknili. Ne samo to. Oni želijo od nas, da nikoli več ne omenjamo Blaža. Kot da ga ni bilo. Ne samo denar. Popolna tišina. In če to tako kot so oni napisali v svojih tožbah, ki me moj odvetnik opozoril na to, rekel, Barbara, to piše tako, da ti z mamo se ne smeš več o bratu pogovarjati. Kot da ga ni bilo. Če oni to, pa to bo zdaj junija, zdaj da bo ta podcast, snemam ga malo prej, da bo točno takrat išel v video, ampak če oni to junija je zadnja obravnava, je finalna, še je več, kad se bo podal. No pa če oni to recimo... Ona bo zdaj mogoče delno sodbo izdala. No pa če oni to recimo zdaj dosežejo. Eno sodnico je šla že vmes v penzijo. Kaj če oni to dosežejo da umaknemo film. Kaj moraš pa ti res zaključiti? V tem primeru, če oni dosežejo, s tem druge izbire, kot da film umaknemo iz spleta. Spet to že, boš imela spet probleme. Ampak to mene ne bo ustavilo. Jaz sigurno bom šla naprej in naredila drugi film. Kaj boš naredila? Tudi če ne bom z meni, jaz to delam za brata, jaz to ne delam za njih. Meni oni niso nobeni igralci, meni so oni nepomembni osebe. Ampak boš tvegala kaj? Spet, da te bojo tožili? Zakaj? Zato, ker sem zgubila jaz brata. Zakaj me lahko tožijo? Ker sem jaz zgubila brata na nepravičen način. Se pravi, ne boš tiho? Ne, nikoli. Dokler bom živa, so nekaj ni šans. Dokler ne pridem do tega, da mi reče, jaz sem ga ustrelil. Lej, sorry, mi je ušlo neki. Reči. Ampak Barbara, če te pa zdaj tako vprašam, se pravi, jaz nisem v tvoji koži, težko se uživim, doprav, da se lahko živiti, se ne more, to je bullshit, ampak na koncu koncev, recimo, da ti ne bo ratalo to nikoli, kar želiš. Ja, tudi tega se zavedam, da je možno. Si pa zdaj cel life, živce, sebe. Ni glih tako drastično, okej? Jaz imam life, hodim na počitnice, sem normalna oseba, hodim v službo. Vsem te to jebe, ne? Ja, samo to ni moja prioritetna naloga. Rekla, to je meni nekaj, kar si želim narediti za brata. Se pravi, znaš živiti
živeti tudi normalno izven tega. Sem na smučanju, sem rekla, mislim, imam družino, imam otroke, imam vse. To mi je pomembno. To sem tudi na sodišču povedala. Ja. Ker je rekel tudi moj odvetnik, ki izpostavi to, da se tvoje življenje ne vrti okoli tega. Daleč od tega. Ker enkrat mi tudi je rekel, ti boš še zbolela od tega. Ne bom zbolela. Najhujše je bilo za mano, jaz sem že zbolela takrat, ko sem bila stara 26 let, kar sem že omenjala, in moja mama je zbolela, moj oče zbolel, vsi smo že dali. Kar najhujše je že za nami. Jaz vedno imam občutek, da smo že na 3/4. Nikoli edino ne vem, koliko je še una 1/4 do konca. Jaz samo to ne želim. Zakaj moj brat, ki ga že 28 let ni, uradno še vedno ostaja samomor? Povejte, je bil streljen, pika, konec. Kaj pa starši pravijo? Oni bi bili tudi zelo veseli, da se razvijajo. Ni več? Ja, oba imam. Oba in jaz imam največjo željo, da dokler sta živa, da to doživita, to razkritje. Samo da se tega pride. Se spodbuja? Ja, mama mi je mogla najprej dati pooblastila, da sem se jaz sploh lotila, ker najprej bila mama tista, ki se je s tem začela ukvarjati. Moja mama, moja teta, bi rekla, jaz sem bila takrat še mlada, so drugi, bi rekla, jaz sem edino šla na Pop TV in dala izjavo leta 97, ampak drugače je bilo glavno na njih še moja babica, ki je tudi še živa, ima 92 let, je bila tudi na premieri filma, bi rekla, in majčko je imela v imenu resnice in vse, mislim, ona je hodila tja, mislim, res je, občudujem moja babica. Ona je hodila za sprejem na drevo in pisala Blaž Furjan, kjer je Blaž ustreljen spodaj, bi rekla, koliko let tam, da je ohranjala spomin na njega, zato da ne pozabijo, kaj se tam zgodilo. Kaj pa misliš, da bi Blaž, recimo, rekel ti, ko bi to vse videl, kaj se zdaj ti greš, pa kaj se dogaja, bi ti rekel, jaz mislim, da je srečen. Ampak ne bi rekel, Barbara, nekaj ga srad, zdaj pa da je Mira, bi rekel, bravo. Če bomo vsi tiho, kaj bomo imeli? Bomo samo tiho in oni bojo hodili. Meni moralno sprejemljivo ni, da je sposoben nekdo nekoga ustreliti, ne odgovarjati za to, kot da se ni zgodilo, gremo naprej. In bo še drugega, in bo še tretjega. Jaz sem že takrat rekla, če bi že, ko se Toni Mrlak zgodil, če bi te fante se mogoče že takrat ustavilo, ker to je združba ljudi, ne govorim naše tožnike, govorim združbo ljudi, ki je vedno od enega in istega človeka. In če bi se te fante malo vdalo pod drobnogled, ker se je vedlo, kaj se je dogajalo, mogoče se ne bi zgodila Depala vas, mogoče se ne bi zgodil moj brat, mogoče se ne bi zgodil Strehar, ki je tudi umrl kasneje po mojem bratu. Rekla, mislim, če bomo bili vsi tiho, se bojo zgodbe naprej dogajale, ker sem tudi o teh fantih iz bivše, ne bom rekla katerih, nima več s tožniki, ampak enostavno od bivše brigade Moris, ko so sredi dneva enega fanta, ki je bil tudi, so imeli neke svoje obračune, premlatili tako, da je končal v bolnici. Sredi dneva na parkingu, bi rekla, mi je prišla punca njegova povedati, da je končal v bolnici, komaj preživel. Mislim, oni imajo take obračune. Vem, da to niso ljudje. Mislim, kot meni pohoditi mravljo, je nekomu ustreliti človeka. Ljudje so navajeni, oni so izšoleni za to, da lahko ustrelijo človeka. In njim to ni breme. Valjda ni noben od njih poznal mojega brata, ker ti ne poznaš nekoga, bi rekla pač, ni tle nobene bilo čustvene naveze ali kakoli, ne. Meni so pa itak to skušali učitati, ja pa ti si sestra, pa se nočeš sprijazniti s tem, pa ne vem kaj. Jaz sem celo imela enega, ker tudi detektivu smo šli, pol po knjigi, takrat je meni res to vrglo s tira, jaz vem, da me je ful spravil v jok. On je rekel, jaz sem edini v Sloveniji, ki imam jajca in jaz bom to zgodbo prišel do dna. Kao. Jaz končno upanje, nekdo, ki se bo res posvetil, prinesla mu vse dokumente, vse to, kar smo imeli zbrano, ta spis in to, čakam 2 tedna, kaj bo, kaj ne bo, pridem k njemu čez 2 tedna in on meni, jaz sem končno se bo nekdo lotil, je rekel, tukaj je šlo 99% za samomor. Kako samomor, po čem? Je rekel, 99% vi to ne boste nikoli dokončala. Sem rekel, kako pa vi sklepate na podlagi česa? Zato, ker ta prijatelj, ki je to od zadevo vodil, je moj prijatelj, kriminalist. Vse, kako se mi povedal vse, bi rekla. Vaš prijatelj, mislim, Slovenija je tako majhna, da so vsi prijatelji med sabo. Valjda ne boš namočil tvojega prijatelja, je tvoj prijatelj. Zakaj bi zdaj nekdo odgovarjal, ko moj brat je tako že mrtev, njega ni, ga ne bo obudilo, ne? In so potem med sabo povezani na tak način in v glavni se spomnim, da sem šla od tega detektiva stran, klicala mojega očeta, jokala kot dež, sem rekla, jaz se tega ne grem več. Jaz sem zadosti, da bom imela neko upanje, gojila upanje, končal nekdo in pol nič, ne? In moj oče mi takrat samo rekel, Barbara, prespi, boš videla jutri, kaj bo naslednji dan. Naslednji dan je bilo samo v meni to. 1% možnosti je rekel, da imam, če je ta 1%, je ta 1%, ne bom nehala. In pol se je zgodil film, ne, pol ko je šlo naprej. Ampak zdaj, če potegnemo eno manjšo črto, ne, se pravi, če prav razumem, izven teh, ki so naj bi to storili, ne, 2 človeka zdaj, potem, kar te slišim, to veste z prve roke.
Prvi je ta, ki je, kako si rekla, v polju, se pravi, ki ima psihične težave, ta Več jih njegov je, tudi kompanjon. te, ki so bili dežurni to noč. Ja, kje so Več pa jih je te? teh ljudi. Kje so ti ljudje? Je ta tudi pripravljen za pričati, ne samo spet, pridemo do Pa sodnice, koliko ko jih je reče, teh ljudi, ki vejo resnico? Koliko je teh ljudi? v vojski, takrat jim je bilo, kar sem jaz šele po Zdaj- tolikih zdaj- letih zdaj zvedela, recimo. jim je bilo rečeno, da se je zgodil, da so fanta ustrelili. Da so enega fanta ustrelili. Se pa to ampak so jim da se v- povedali? To so jim povedali. Zakaj so jim pa to upali povedati? Takrat so jim povedali, ampak so jim zabičali, da Bog ne Ja. daj govoriti. Da Se Bog pravi, ne da daj so jim govoriti. Grozili povedali so. Ta je sam govoril, rekel, sem dobival grozilna pisma domov, pazi, te spremljamo, te gledamo. So jih imeli na uču, tako da teh par, rekel, ki so bili tudi uno noč dežurni, on je sam rekel, nam so kode zamenjali, rekli so samo jim fantje zbežal Ampak te in so jih poslali na robe. grejo na sodišče. te Ja, hodi. smo tudi predlagali, samo se mora sodnica odločiti, če jih bo zaslišala. To je. Ker sodnico, veš, ti moraš razumeti, sodnico ne zanima v tem postopku, kaj se je zgodilo mojemu Ja, ker zdaj bratu. se gre za to. Ali smo mi blatli ime ali ne. To bi jih zanimalo, če bi ti recimo šla Ja, v če bi šla tožbo, jaz v tožbo. S tem, da njo zanima, če smo. Ampak ker to ne boš oni naredila. trdijo, oni To ne bo- trdijo. To ne boš naredila, kljub temu, da bi lahko te dokaze imela. Ne vem, mislim, meni ni do tega, da tožim, da se grem tožiti. Ja. Meni je do priznanja. Priznaj mi pa, zaradi mene živi kot hočeš s tem bremenom. To je tvoje breme, ti ga imaš. Ker te ljudje se mi zdi, kot da imajo tako potlačeno, da njim je ok. Da njim... No, ampak če ti to, čeprav ta, ki je pač zbolel, ne, ta, ki je bil pa deležen istega tega dogodka takrat, ampak je na srečo Pa on je preživel. študiral pravo, preden je šel v vojsko, mislim, brihten fant. No, razumeš, pameten. se pravi, je Tudi, ko se doživel, pogovarjam no, s njimi, je doživel enako to pizdarijo kot tvoj Blaž, ampak žal je pač Blaž umrl, on ne. Ja. Kdaj si nazadnje govorila s tem fantom? Pa ne dolgo nazaj. Jaz ga vidim, bi rekla tako. Pa še vedno, mislim, ni pri sebi. Mislim, ne dolgo nazaj, kaj sem, kakšno leto, 2 leta, ne vem, zdaj točno. Pa ni pri sebi. Ma on še je vedno. pri sebi, kot da jaz in ti govoriva. Ja. Samo noče govoriti o teh stvareh. On ima to, mi da se lahko pogovarjava o vremenu, karkoli. Ampak ko si imela LSD, kaj, da so mu dali takrat LSD, da so mu zbrisali spomin, možgane, Mislim, to Kunstelj trdi, da je bil LSD, da jaz ne vem. No, pa zdaj pa če gremo še... Zato, ker zanimivo, ne, v obdukcijskem zapisniku, ko so kočeš delali teste na, če je bila prisotnost mamil, je napisano, da ni bila prisotnost mamil. V Blaževem telesu. Je pa napisano, da je bila prisotnost alkohola, ne, kar so tudi počrtali. In najbolj zanimivo mi je to, da je eden od tožnikov najprej govoril, leta 2013, ko so tožili Nedeljski, da tle je nesporno šlo za samomor, ker meni že to, če tebe ni bilo tam v noč, zakaj se ukvarjaš s tem, kaj se mojemu bratu zgodilo. Ne? In takrat je govoril, da je nesporno šlo za to, da ki droga zamegli in da zaradi tega je moj brat naredil samomor. Zdaj na sodišču je pa ta isti človek poudarjal, ker smo mi prinesli to sliko, ko moj brat Sredinca kaže, da se vidi, a noben ima alkohola v roki, da se vidi, da so pijančevali in da zaradi alkohola je moj brat naredil samomor. Torej on na vsak način išče način, zakaj bi moj brat naredil samomor. Ker tudi tle, moj brat ni pustil nobenega To je moj brat naredil. Jezus. Fuck. Ja. Si videli to? Ja. Hvala Bogu, da sem jaz. Torej, dame in gospodje, ste videli to, ne? Padel je telefon dol, ne? Ja. Kar se še nikoli ni zgodilo, ne? Res, da je tak narejen. Veš kaj, moram dati? Fuck. Kaj se še Dela, ti ni nič počelo. Ne, dela, hvala Bogu. Idi v kurac. No to so to, ko rečem, da pokajo. Idi v kurac. No, da pokajo. Dame in gospodje, a ste videli vi to? Po moje je tole, veš, ko je tak... Ne, se tudi v knjigi pišemo takih, kar so mi pol učitali, ne? Ok, no, ker sem šla k eni ženski. To se je prvič zgodilo zdaj. Ja, vidiš, čudo že obstaja. Tu si ostala, ne, pri tem alkoholu potom, pa zdaj sem pa to razmišljala še ena teorija, ne, recimo, da bi mu oni res dali ta LSD, ker takrat se ti pa res utrga, ne. Samo kje bi puško dobil, pa naboj. Ampak recimo, ne, sam bi tudi bili oni odgovorni potem za samomor, če je bil storjen, recimo, tar je bil v vsakem primeru bila pa pol ta odgovornost, recimo, ne. No, pa zdaj pa če še ne narediš zato, ker je življenje črno, ker oni so na to se sklicevali, da je rekel, da on je imel še celo na koncu, da je govoril, da je življenje črno, da so ga prepričevali, da naj odloži kar nekaj, bi rekla. Zanimivo, taki naj bi govoril z njim, je za njim zginila vsaka sled. Jaz sem njega iskala tudi za film, pa ga nisem našla. Tak je bil en od, mislim, da je bil Sentalo varnostnik, ki je bil neposredno z Blažem, naj bi imel pogovor, ne, bi rekla. No, kaj pa, ko si rekla Kunstelj, ne, on z prve roke ve, kaj se je zgodilo. Z prve roke. Ker je bil tam. Ampak mu ne verjamejo.
Mislim, tle je spet beseda, njih uradno nikjer ni. Ne? Ker jaz sem tu rekel, zakaj bi nekdo uradno pisal notri neka imena. Jezus. Če ne da tle. Počakaj, pa kaj si fuker malo, kva? Mogoče boljše, da po 11.6. to objavimo, ko vidimo, kaj bo najprej svetnica povedala. Evo, Barbara, gremo naprej. Upam, da bo zdaj to držalo. Se pravi, neka višja sila hoče prekiniti ta intervju, ki ti vem, da verjameš v te nadnaravne zgodbe, ki si jih že malo omenjala prej vmes, pa tista ura, pogled, zdaj to dvakrat padlo po tleh. Hvala Bogu se telefon ni razsul, ker je na tleh les, Mila naprej, če še enkrat pade dol, bo mogla pa nehati, ker to je pa že malo too much, upam sam, da nekaj crkne, V glavnem, no, to sem te prej vprašal. Lahko pa nisva sama, lahko smo že nasmaja nasledi, ker ti moraš vedeti, vse, kar je na elektriko je pod kontrolo, to so meni že leta 97 povedali. Barbara, kar pišeš, rekel se zavedaj, kamorkoli napišeš, čim je na elektriko, nisi sama, bomo zdaj videla. No, pri Kunstlu smo ostala, vseka, da je on tudi tam dejansko bil, ampak to je zdaj spet si rekla beseda proti besedi. Ampak meni zdaj, ko mi razlagaš, recimo vse tole, da bi ti šla v tožbo uradno, njih, potem bi lahko dejansko vse te priče pripeljala in bi tam šli res do konca. Tukaj pa očitno res si rekla, da če sodnica pač to ne dovoli karkoli, da to ne gre, ker ni to predmet obravnave dejansko. Tu imaš ti zdaj problem. Predmet obravnave je tukaj oni pač, da... Ja, tu imaš ti zdaj problem. Da kdorkoli pogleda film, da vidi, da so oni morilci, čeprav film sploh o tem ne govori, mi pa ustrajamo pri tem, da če nekdo pogleda film kot celoto, tukaj gre, bi rekla, pada na tožilstvo, na sodstvo, na te državne organe, da skupno, kar imajo te 4 zgodbe, in Depala vas, in Toni Mrlak, in preprodaja orožja, in smrt mojega brata nikoli raziskana, bi rekla, zares imajo to, da nikoli niso dobili epiloga. Te zgodbe, zaradi neke politične moči ali politične volje, te zgodbe nikakor ne morejo priti do konca, do tega zasluženega. Sem zdaj videl, veš, zdaj, kar je to padlo dol, sem živčen. Ok, snemamo. No, in če mogoče, da ne bo predolgo, sva kaj pozabila povedati, sva kaj pozabila omeniti, ti še kaj leži na duši. Jared Leto? To prijema čist na konc, kak sta seksala, to pustma, to prijema na konc. To prijema na konc. Tako daleč nikako. No, glede Blaža, še vedno te celotne zgodbe, sodišča, gor dol, še mama kaj, mogoče kar je vredno tu omeniti, je vredno povedati, ne vem, koga pozvati, ali imajo, ne vem, še kakšne druge mame, sestre, babice, podobne primere, torej zakaj se niste skupaj doble žlahte iz tistega časa, ki imajo podobne zgodbe, ki se reka, da je tega več. Zakaj se niste skupaj dobili? To sem ti prej že začela govoriti, da mi smo šli v Maribor in smo šli k tem prvim, ki se je zgodilo za mojim bratom. Se spomnim, je šla moja mama, oče, ne vem, pa cela familija smo šli gor. In oni so takrat rekli, lejte, mi smo dobili zdaj vnuka, mi se ne želimo več s tem ukvarjati, za nas je ta zgodba zaključena. In niso hoteli, bi rekla. Mi že so kaj grozila, kaj, da so za to strašni? In tam je bilo tudi žara. Zanimivo, da so pristali na to, da je bilo žara. Mi nismo. Mi smo rekli, ni šans, bi rekla. Mi hočemo imeti normalen pogreb in smo se dejansko Se pravi, si samo ti tista, ki je dejansko, ki to ni dalo miru od vseh? Ne vem. Enostavno potem meni so mi tudi rekli, ne se povezovati z drugimi, ker če bo se šli v neko skupno tožbo in se bo izkazalo, da eden od njih je pa mogoče pa le naredil samomor, bo cela stvar padla. Tako da rekel, ti veš 100% za tvojega brata, raziskuj tvojega brata. Se mi pa javljajo dostikrat podobne zgodbe drugih ljudi, tudi take neraziskane smrti. Tudi enkrat se spomnim eno bralko moje knjige obiskala, eno starejšo gospo, ki se je celo življenje, in časih pomislim, če ne bom tudi jaz tako, ne vem, enkrat pri 80 letih še vedno pač se ukvarjala s tem in nikoli raziskala, kot češ brata je izgubila še v JNA. Ona je bila stara, mislim, da 14 let, on 16 let, nikoli niso zvedli odgovora, dobili so ga domov samo v zaprti krsti, včasih so ga poslali za blindirani krsti, da je naredil samomor, in oni se nikoli niso verjeli v to, ampak takrat nisem imel niti koga vprašati. Jaz že to, mislim, da sem dosti dosegla, kar smo raziskovali, do česar smo prišli, kar ko je bila JNA, nisi mogel niti približno. Dobo si ga, prijaznici se mogel in konc. Pa tudi, če je bil zaštihan v hrbet in so rekli, naredil samomor. Ti kaj pa Dejan Babosek, mu je žal kdaj, da je šel v to zgodbo? Mislim, da ne.
Zakaj bi mu bilo žal, bi rekla, mislim, naredil je tako, kot je povedal na sodišču, on je naredil film, to je dal od akta in gre naprej, on ima druge projekte, druge filme, kar ustvarja, dela, ne. Sam ga pa njega tudi zdaj, mislim, finančno ga lahko tudi zjebe, ne, či dokažejo, recimo, ne. Lej, mi 23. maja, ko smo bili celo tako daleč, da je rekel eden od tožnikov, ker sem ga videla tam, da se pogovarja z mojim odvetnikom in sem mislila, kaj se zdaj ona dva pogovarjata, in pride moj odvetnik do mene, Barbara, so predlagali, če se upravičiš, bojo umaknili finančno in ti ne bo treba umakniti filma. Sem rekla, upravičim zakaj? Kaj, da se upravičim zato, da so se oni sami prepoznali v filmu? Ja, nekaj takega. In pol je rekel, prespi, razmisli in se kaj ne, jaz upravičila se ne bom in pol tudi kasneje se reka, jaz ne pristanem na nobeno poravnavo, ker sem rekel, jaz če se jim zdaj upravičim v tej točki, mi stvar zaključimo, Kunstelj ne bo nikoli zaslišan, stvari se ne bo, potem rekla, vsa ta moja leta prizadevanja, da bi prišla stvari do dna, so bila za manj, ker se bom jaz njim upravičila, stvar smo zaključili, in nismo prišli do epiloga. Ne? Tega nisi htela, ne? Oziroma ne boš nikoli naredila. Ne? No, kljub temu, da bi rekla, bi bila, lahko bi ostal film, ne bi nam bilo treba plačati odškodnine, ne, ampak sem rekla ne. No, ker nimam se kaj upravičevati, ne jaz, ne nobeden od nas. Pa ta, koliko je ta znesek, okrog 40 000 evrov? 30 jurjev, hočejo 3, vsak 10, plus stroške, oni so zapakirali 38 jurjev. Lahko razdeliš na obroke ali boš v enem znesku? V bistvu mi sploh ni pomembno, ker mislim, to je 5 nas toženih. Če bi mi razdelili na nas 5, pomeni 6 jurjev po glavi, bi mogel vsak od nas plačati, ne, s tem, da za odvetnika sem porabila že več kot 6 000 evrov. Rekla, stroški so te, ki nastajajo hkrati, da če bomo šli na Evropsko sodišče, bo to samo še več denarja. Ampak tako, zavedamo se, da na drugi strani imamo, bi rekla, oblast kot tak sistem, proti kateremu, ki ima sigurno več denarja, sigurno ima več vsega kot mi. Vedno mi je, zelo dosti mi je pomagal Ivo Leban, ki je nažalost tudi pokojnik, ki je z mano hodil takrat k Peterci, ker tudi to, mogoče nisem izpostavila. Jaz potem, ko mi je ta rekel, da ne moremo tožiti po imenih, sem šla k drugemu odvetniku, oziroma pač nekdo mi je rekel, dej ovadbo proti neznanim storilcem. In jaz sem to naredila. Jaz sem leta 2013 dala ovadbo proti neznanim storilcem z namenom, da bo sodišče, ker smo imena že imeli, operiralo s tem, da bo poklicalo, da bo zaslišalo, tudi so se neka določena zaslišanja zgodila, ampak po 2 letih je bila stvar enostavno spet zaključena, da ne obstaja noben utemeljen sum za preiskavo. Jaz sem zahtevala izkop trupla, bi rekla tudi takrat po 20 letih, sem rekla, ga lahko. Jaz sem imela že dogovorjeno, da bo prišel, mi je kolegica pomagala iz Anglije, bi pripeljali obducenta, to ti govorim takrat, je stala, ne vem, 5000 evrov, plus bi mu mogli prenočišče, vse te stvari, da bi on naredil obdukcijo, da ugotovimo, ali je res samo ena streljna rana, ali jih je več, bi rekla, vse te stvari bi se lahko, če se truplo odpre, mislim, če se krsta odpre. Ja. In ne, enostavno nisem dobila zelene luči. Sodišče ni dovolilo ne ponovnega izkopa, ker so enostavno zaključili, ne obstaja noben utemeljen sum za preiskavo. In stvar je zaključena. In potem sem rekla, in bolj smo hoteli celo, tako daleč smo šli, da sem hotela narediti kot na svojo lastno pest to pač izkop, da bi ugotavljali, kot češ očetovstvo, če je moj brat sin od mojega očeta, ne, v tem stilu, zato da jaz lahko dobim zeleno luč, da naredim ta izkop. Ne. In potem mi je rekel en prijatelj, takrat še iz Zagreba, je rekel, ne delaj tega, ker to boš imela civilni postopek, ne pa kazenski postopek. Ti tudi, če boš dobila v civilnem dokaz, da je tvoj brat bil ustreljen, ga ne moreš v kazenskega uložiti in je stvar zaključena. Telo si že, rekel, kar so si odprla, telo se bo takoj spremenilo v prah potem in ko bo nekdo čačkal po njemu in to bo stvar zaključena. Bi rekla, pač ne boš več imela dokazov za kazensko, zato ne delaj tega. Tako da enostavno vedno imaš zvezane roke, ne moreš izkopa, ne moreš to, ne moreš balistike, ne moreš nič, bi rekla. No, pa preko sem Bojana Požarja omenil, ki je bil tudi moj gost, by the way, pred časom, ne? Ni to zgodba za njega. Prijatelje od Janše? A to je problem? Jaz mislim, da tisti, ki so goreči zagovorniki Janše, se ne bojo nikoli spuščali v to zgodbo, da bi jo raziskali. Čeprav mi je zanimivo, da imam določene ljudi, kot je tak, ki je s Požarjem imel, je recimo podpisan na peticiji, ko smo hoteli narediti, da ponovni, tudi imam človeka, ki mi vsako leto vošči in za rojstni dan in za 8. marec in vse in je težek SDS-ovc, mislim pač je v notri, ker jaz nimam to
da bi zdaj, če je, ne vem, SDS, da ni moj prijatelj. Mi dva sva lahko prijatelja, ne? Ja. Samo vsak ima, dostikrat vidim, da te od SDS misli, ok, Kučan je kriv. Oni reče, Kučan je kriv, te pa reče, Janša je kriv, ne? Jaz pa rečem, ni levih, desnih. So samo dobri in slabi ljudje in vsi so z roko v roko, kar se politike tiče. Ja. Noben pa nima interesa, niti levi, niti desni, da bi se smrt mojega brata raziskala. Enostavno nihče. Prav, tudi zdaj, ko je nova oblast, nova vlada. Se nisem niti, jaz sem že bila že pri Pahorju, ko je bil Pahor predsednik države. Probavali smo s Kučanom, smo videli, da je zastojen. Potem smo pri Pahorju videli, da itak z Janšo nekako spet sodelujeta in vse. Tako da naveličaš se teh, povprašaš enega, povprašaš drugega, pa leve, pa desne, vsi neke polni obljub bomo. Jaz, ko sem šla k Pahorju, so me sprejeli sicer nisem bila z Borutom, rekla, ampak enostavno 3 njegovi zaposleni v kabinetu. In oni, takrat je bila glih ta zadeva pri tožilcu Peterci, to je bilo 2013, ko sem dala ovadbo proti neznanim. In je rekel, gospa, mi vas občudujemo, da toliko let ustrajate. Jaz rekel, jaz nisem prišla sem, da vi meni občudujete. Ja. Jaz sem prišla zato, da vi meni pomagate, stvari priti do dna, da raziščemo. Ja, veste, mi ne moremo pomagati do te mere, ker to bi pol izgledalo, kot da mi vplivamo na delo tožilstva. Tožilstvo mora samo odločiti, kako in kaj bo postopalo v tem primeru. Mislim, videla sem, da sem prišla zastojn, da enostavno temi ne morejo pomagati. Potem sem imela varuhinjo človekovih pravic, ko je bila vlast Nussdorfer, ko sem imela, je tudi takrat prišla in še enkrat mi je sama rekla, pa vi mislite, da boste prišla kdaj stvari do dna. Tako ko vidim, da že oni dvomijo, da nimam šans, da nimam nobene teoretične šanse te stvari, ker je lažje mene obrniti, lažje mene narediti, ne vem, da si domišljam neke zgodbe, ki pri nas enostavno ne obstajajo. Ne? Kaj pa ta tvoja ideja, Hollywooda, kaj to, resno razmišljaš to, kaj da bi, pa prek koga bi prišla tja? Ne vem še, bi rekla, to je enostavno v meni tli, ker mislim, ravno ta zaplankanost, da bi oni film posneli. Ravno ta zaplankanost Sloveniji, da tle ne bo noben, mislim, to, kar je naredil Babusek, je hvale vredno, ker je bil edini, ki se upor. Recimo, mi smo vedeli, da ne moramo imeti nek razpis, ker kaj, ne moreš ti, ker na nek način, kakorkoli, jaz imam rada Slovenijo, jaz imam rada svojo državo, ampak enostavno so tle stvari, ki jih država drži pod preprogo in državi ni v interesu. In zdaj moramo opozarjati na nepravilnosti, ki so se znotraj te države zgodile. In zato ne morem se pa prijaviti na razpis in pričakovati, da mi bo ta ista država financirala film, ker ga ne bo. In ne bo šel na noben festival slovenskega filma ali karkoli, ker je pač preveč. Jaz se celo spomnim, ko smo bili enkrat na festivalu slovenskega filma in je prišla ena priznana režiserka do Dejana in je rekla, bravo, čestitam za pogum. Rekel, čestitam za pogum, ker si se upal to iti. Tako da, mislim, je res eden redkih, ki sploh so imeli posluh, gremo v to zgodbo, ker marsikdo že reče. Kak bi pa do Hollywooda prišla? Kak imaš to? Jaz sem takrat dobila to idejo v enem momentu, tako, jaz sem pač doma gledala, ne vem, moj sin je imel ta MTV odprt in jaz vidim, kaj je že bilo, Up in the Air od 30 Seconds to Mars, ne, in jaz sem pogledala, ta človek tudi poje, ne, jaz ga poznam kot igralca, ne, Jared Leto, ja. In potem jaz grem na Facebook in pogledam, on bo čez en mesec v Torinu. In potem vidim, da če plačaš VIP, ne, to plačaš 250 €, je bilo takrat, si čist blizu. Lahko prideš do njega in govoriš z njim, ne. Ja. In jaz wow, prilika, ker recimo, ne vem, do Breda Pitta jih ne moreš priti, ne. Tudi tako, ko greš v Cannes, ko je bil zdaj tudi Dejan, ne. Ta je pač koncertira, imaš večjo šanso. Nimaš lih šanse, da prideš do teh ljudi, ti, jaz bi pa film delal, ne. In imam pa tudi prijatelje, ki živijo, bi rekla, v Kaliforniji in eden mi tudi že pomagal, sva se tudi že lotila scenarija, do pol prišla, ampak pol nekako vse to zvodeni nekje, mislim. Manjkajo te zaključki, ne. In sem takole, film, mislim, že to, ko sem imela, da bo knjiga nastala, pa pol, ko pogledam nazaj, se je res nastala, ne. Pa tudi film, enkrat je bil Utopija, kak je film, pa smo našli tudi onih 5 jurjev, ki so mi ljudje pomagali, da sem pokrila stroške. Dobro, sam to še vse ni Hollywood. To je bilo ful malo, No pa ta leto tvoj, no, mislim, kaj si imela z njim plan, da boš njemu predstavila ta projekt? Tako, tudi samo, bi rekla. To mi bo, s tem naredima veliki zaključek. Ta volja, ki te žene naprej, ki zaključek naredima, ne? Ja, sej, Babusek bi rekel, če se Furjanova loti, ne, ona vse naredim. Samo moram vztrajati še do konca, ne. Kar pomeni, jaz sem potem, bila sem glih v enem obdobju, sem se znašla, bila sem brez službe in sem samo vedela, jaz moram biti tam, čez en mesec v Torinu, kje ne najdem denar, kako ne to naredim. In potem je rekel, dej, predlagajte, bojo ljudje pomagali in vse. V glavnem, jaz sem nabrala, mislim, da 700 € donacij, ker to nisem šla na svojo lastno pest, ampak ljudje, ki so verjeli vame, ki so želeli, da pridem tja. Jaz vem, da ob 2 zjutraj sva z mojim bratom, ker imam še enega brata mlajšega, sva z Borutom štartala ob 2 iz Kopra
z avtom, do Torina 7-8 ur vožnje, sva se na 2 ure izmenjavala, prideva dol v Torino, ker vem, da sem se še s temi njihovimi dopisovala, da nisem mogla, ker ta VIP si mogel plačati in vse to, ampak nekaj mi ni delalo preko interneta, sem rekla, dobro, bom na licu mesta tam plačala. Prideva dol, vem, 8 ur zjutraj, ob 9 bi mogel začeti ta dogodek, ker on je imel tudi en film, Artefakt, je naredil podobna zgodba, tako kot se bori proti, tako kot imamo zdaj mi to glasbeno industrijo, in on je v bistvu svoji menedžerski tej ekipi ostal dolžen $30 milijonov, zato ker je bil drobni tisk v pogodbi, da od prodaje, da mora biti toliko in toliko prodaje CD-ji se pa niso več prodajali, zato ker je bil YouTube in vse te stvari. In v glavnem on ta dokumentarni film je naredil, tako da jaz in moj brat sva šla ta dokumentarni film gledati in po filmu si lahko govoril z njim v VIP-u, ne? Če si plačal. Samo da ti povem, kakšna je bila zgodba, ko smo mi dva prišla dol, prideva tam, mislim, da je bil, ne vem, en teatro, tipo teatro Rosete, pač eno gledališče, oni niso imeli pojma, o nobenem Jared Leto, kam smo prišli, kako ne zdaj ljudem razložim, ljudje so mi dali denar, jaz sem prišla v Torino, prišla sva dol, noben ne ve za nobenega Jared Leto, za noben 30 Seconds to Mars, kaj narediti, greva mi dva tako na drink, se usedeva, naročiva kave in to odpremo časopis, preberemo časopisu, da ker so brata zaprli zaradi prehitre vožnje, da je premaknjen njegov šov na naslednji dan, namesto, ne vem, torek je bil na sredo. Kaj zdaj narediti? Ok, smo prišli dol, smo našli eno luknjo od hotela, da smo šla v en hotel, da smo tam prespala. In pol meni še moj brat reče, Barbara, to je prav, da se je tako zgodilo, ker zdaj imaš ti čas, veš, ker to je bilo tako, na hitro, kot pri meni so se furijasto zgodi. Kaj boš ti temu človeku sploh povedala? Ti imaš 1 minuto časa, ko boš govorila. Je rekel, pa ti veš, da moraš ti prva dvigati roko, ne? Ker ti moraš vedeti, to je 50 ljudi not, nisi sam. Ne? In jaz začnem razmišljati, res, jaz moram prva dvigati roko, ne, ko pridem noter. In tam je bila tako kamera, ko smo prišli po filmu, ko smo si ogledali ta film, so šli tisti, ki niso imeli VIP karte ven, nas je mogoče 50 ljudi ostalo noter. Moj brat je šel stran, ki je bil z mano samo na delu od filma, jaz sem sedela v zadnji vrsti, si moraš predstavljati enih 50 ljudi tako pred tabo, v zadnji vrsti sama sedim, srečo sem imela to, da Italijani ne znajo angleško, ne, tako da se niso dosti javljali. In najprej, ko je prišel Jared Leto noč, se je usedel tam na oder, ful človek z nogami na realnih tleh, to mi je pri njemu všeč, ker on je tako, ima tako zgodbo, da je zrastel z mamo samohranilko, z enim bratom, iz unega revnega življenja je naredil veliko slavo, ne, kar je imel, ogromno. In glihuno leto je dobil Oskarja za Dallas Buyers Club, ne. Z Matthew McConaughey. Tako, ko sta igrala, je bilo. In v glavnem, in se spomnim tako na kamero, ko te snema in vse, in potem vpraša, najprej bilo spraševanja, komu je bil všeč film, komu ni bil všeč dvigovanje rok, da smo skupinsko z dvigovanjem rok odgovarjali, ja, ne in take. In pa reče, ima kdo kakšno vprašanje? Jaz takoj, ne, dvignem do zadaj, me vidi, ampak pogleda, če bo še kdo. In tam se ena dvigne spet roko, ok, najprej ta. Dobro, ajde vpraša najprej ona in ona pride, da je prišla z Avstralije, da ima neko objemanje dreves za otroke, pa da če mu lahko da vizitko, da bi rada, da bi on sodeloval pri tem projektu. In jaz končno še nekdo, ki hoče nekaj od njega, da ni prišel tle, ne vem, povedati, tvoj film je dober, ne. In pol spet, imaš še kdo kakšno vprašanje, jaz spet dvignem roko, ne, in spet gleda, če bo še kdo, ok, vpraša mene, jaz vstanem, vem, da nisem imela mikrofona, in te govorim ful na glas, ne. In najprej, da sem razbila led, prvo je bilo, da mu čestitam za Oskarja, ne, in vsi je takoj aplavz, da se je malo sprostila. In pol sem začela govoriti, z mene je teklo, tako kot teče zdaj, bi rekla, ker jaz ne vem, jaz bi rada enkrat videla oni posnetek, kaj sem sploh govorila. V glavnem, jaz sem rekla, da mu najprej čestitam za ta film, ki ga je naredil, ker tako kot je njegova borba proti glasbeni industriji, tako bijem jaz bitko proti slovenski, bi rekla pač, slovenski državi. In to si tam začela razlagati? Ja, to sem jaz se tam noter razlagala in da kako sem brata zgubila, on mi je izrazil sožalje, on mi je rekel tudi, da mi izrazil, mislim, ful, tako bi rekla, res, tako, pogovarjaš se z njim na 15 metrov, mislim, da imaš pred sabo in je rekel, in potem sem rekel, da si želim, da bi on z mano ustvaril ta film, da bi on bil v tistem, to sem jaz povedala, tako da bi rekla, da so znanca od nekdaj, ne. V tistem trenutku, ne bom pozabila, so se vse te pogledi obrnili vame, te fani, ki so bili noter, ko češ, kdo je ta ženska, od kje je prišla, ne.
In jaz sem samo čakal, kaj bo zdaj rekel. Ne? In on je samo rekel, sem je zaprl usta, tako je rekel, ja, seveda, če je lahko naredila knjigo, bo lahko naredila tudi film, zakaj pa ne? Kot da je to piece of cake, narediš knjigo, narediš film, noben problem. In takrat mi je on dal ja, Barbara, lahko narediš, ne, sicer ni rekel, ja, bom jaz, ker jaz sem vedno čakala ta feedback, se bo poklical, ker jaz sem mu tudi knjigo, tam je bil tak protokol. Če greš, pa seveda se slikala, pa pol še ja, malo ker to se vsak slika, ko plača. Če plačaš, si lahko slikaš. Pa ste se pol privat odmenila o tem? Ne, ni bilo priložnosti, to priložnost še danes čakam. Zdaj letos bo v Gorici, mogoče bo ta priložnost, že 4. grem k njemu. Pa še ve za tebe? Ne vem, ker on itak vidi toliko ljudi. Glavno, kar je bilo zanimivo, jaz sem takrat že nesla knjigo dol, ki je bila prevedena v angleščino. Sicer nisem vedela, koliko jih bo na tem dogodku, če bo tudi brat zraven. In takrat je bil še Tomo Miličević, je bil še kitarist, ne, ki je naš Hrvat, s tem, da živi v Kanadi. In sem vsakemu posebej 3 knjige pripravila, vsakemu posebej posvetilo. In to je bil tak postopek, da si mogel dati managementu. In videla pa sem, da je to pred njim bilo. Je bila moja knjiga in vse. In sem tudi pol preverjala, če je dobil to darilo. In so mi potrdili ta management njegov, da je dobil, da oni vse predajo naprej, tako da ima. Zdaj, če je prebral knjigo, ne vem. Ne bom mogoče nikoli izvedla ali pač. In potem je bil on v Dubaju za moj 40. rojstni dan, jaz spet, ajde, gremo v Dubaj. In sem šla dol in spet ista zgodba VIP, ne, sem šla v VIP noter, isto še enkrat sem si ogledala isti film, še enkrat jaz v VIP, ne. In spet ima kdo kakšno vprašanje, jaz dvigam roko. Tako, imela sem občutek, kot da me vidi, kot da ve, kdo sem in noče. Ne, ne vem, nekako mi ni bilo tam v Dubaju to dano. Ne. Jaz sem ok, kako bom zdaj zgovorila z njim. Jaz sem se že iz sedeža no, še zadnje vprašanje, jaz se že dvigam gor, ne. In on rekla, gre mimo in jaz se kaj, nisem valjda prišla v Dubaj, tako daleč se peljala, da ne bom niti mogla govoriti z njim. A scenarij sem imela že pripravljen, isto sem mu ga pustila. Mislim, na pol narejen scenarij, spet knjigo sem prinesla dol in on potem reče, ok, bom vprašal še zadaj in potem še zadnja sem bila jaz. Ne? Tako da sem bila zadnja, ki sem spet govorila z njim. On je tako sedel na enem takem sedežu, zraven je imel eno punčko, 9-letno. Jaz sem takrat imela toliko starega sina in sem razmišljala, zakaj ni moj sin, zakaj ga nisem vzela s sabo. Ne? In ko sem začela spet govoriti o tem in da si želim, da bi bil režiser, nisem več hotela, da je samo igralec, ampak da bi režiral film. To si mu spet zagovorila. Pa je vedel, da si tista iz Italije? Ni mi odgovoril, tako sem nekaj, da sem bila že v Torinu in vse, ampak ni nekaj komentiral. Ampak je pa zanimivo, ki je rekel, še zaprli me bojo, ko bom dal ta film ven v angleščini. Rekel sem mislila, ok, že razmišljajo o filmu, zaprli ga bojo. Tle se že, kako imaš občutek, mogoče pa se že dogaja. Ker je on, mislim, pravi človek, on je za take vloge, pa to je sigurno. Čeprav on je tak, ki nikoli nobenega filma ne pogleda. On odigra svoje in se potem ne ukvarja s tem, preke noče, da ga to bremeni. Mislim, tak je ful. In pol je bilo še to, da je potem začel ono punčko nekaj spraševati, boš ti igrala v tem filmu, kaj če, je rekel, jaz sem že star, jaz mogoče ne bi bil, boš ti igralka in tako je malo bolj na hec, vse skupaj vrgu. Ampak potem, ko sem prišla ven iz dvorane, mi je bilo všeč, ker so ljudje, ki so bili noter, ker tam je pa več ljudi govori angleško, kot v Italiji, so prišli, vsaj 2 sta bila, se spomnim, so prišli do mene in mi čestitala za moj pogum in da sem to vprašala Jareda in da si želijo, da bi Jared sprejel in da bi to naredil. Rekla, to je bilo fascinantno, se je zgodba dotaknila, ker jaz sem vsakič ponavljala, kaj se mi je zgodilo, ker teklo. In spet je bila kamera, s tem, da drugič sem imela že mikrofon, da sem imela v roki in kamera tekla, pol ta tretjič sem šla pa spet v Milano, tam je bila pa spet zgodba, da je imel pa koncert in je bilo še nekaj, da si mogel kupiti, jaz pa nisem imela časa iti na koncert in sem šla samo v VIP. So nam pa že vnaprej povedali, da so stroga pravila, da ne smemo nositi daril, ki ko sem šla v Dubaj, sem mu prinesla še sol iz solin in olje naše olivno in tako kot darilca zraven. Tam sem pa vedela, da ne morem več dati daril, ker je to prepovedano. Vedela sem pa, da bom prišla do njega se slikati in takrat sva z babuškom na USB ključek posnela film, že z angleškimi podnapisi. In ko sem imela sekundo časa, sem v roko stisnila, tako veš, on je občutek, da nekomu nekaj poturiš v roko, samo mi je pogledal, prav ko mi je pogledal iz oči, ko je pred mano stal, ko sva se slikala, ki to imaš sekundo časa, prideš, greš, pride druge in tako, sem nekaj samo poglej, in rekel bom, tako mi je pokimal in samo spet ne bilo odziva. Ja, spet ne vem, lahko je vrgul koš, recimo naslednji koš, ki je bil. Zakaj si se videla njega? Ja, fokusirala, kar začutila sem. Blizu je
bil takrat? Ne? Prvič je bila priložnost, ker je bil blizu, in je bila prva priložnost, ker jaz drugače sem klicala tudi, ker mi je pol ta kolega iz Amerike pomagal, je rekel, Barbara, obvezno moraš poslati s FedExom knjige, on mi je najdel naslov za management, kaj sta ona dva, ki sta igrala enih 12 epizod, onih s Kazinojem, ki sta vedno skupaj, ta Mičken, zdaj se Matt Damon in... Matt Damon pa Ben Affleck. Ja, za njih dva, tako da tudi njegovemu managementu sem poslala knjige v Ameriko, ker mi je on priskrbel naslov vse. In jaz čakam en mesec, nobenega odgovora, 2 meseca, pol mi je poslal ta kolega telefonsko, pokliči in to s FedExom, kot da bi rekel, takrat je bilo, mislim, ne vem, 140 € sem dala samo za pošiljanje iz Slovenije, ker rekel, mora biti nujno FedEx, samo to nosi tle, edino tako te bojo imeli resno, če pošlješ, ok, pošljem te knjige in pričakujem odziv v nobenega in kličem jaz po telefonu v Ameriko, management se mi javi, njihov menedžer. In jaz rečem, ja, sem poslala knjigo, bi rada en odziv, veste koliko takih knjig mi dobimo, v eni sekundi me je skenslal, ko češ, nimamo časa na svidenje. Jaz sem kaj, bi rekel, mislim, tako imaš šlo upanje in to, in vidiš, da si samo številka. Nekaj drugače sem zdaj že sicer gospod v letih, ampak drugače za tako zgodbo je Oliver Stone. Vem, če sem tudi njega imela. Oliver Stone je samo za ne vem, koliko bi se pač, zdaj se mi tako se zdaj pogovarjamo, tule sredi Celja, se pogovarjam, kako bo zdaj, ampak lej, pizda, na vse zadnje, svet je mali, manjši kot si mislimo, in mogoče bi pa samo eden pravi bi mogel, in bi ga mogel zgodba zintegrirati. Jaz bi predvsem rada, da nekdo drugi mene najde, da jaz ne iščem drugo okolje, ampak da enostavno nekdo začuti to zgodbo, ker jaz vem, da v Hollywoodu tudi vedno bolj manjkajo zgodbe, da mislim, nimajo več zgodb. Ali pa kaj pa, če bi spravila to, ne vem, na neko serijo, Netflixovo pizda, ki je evropski trg. Ja, to mi moj partner rekel, naredi serijo, ker to bojo ljudje bolj gledali. To je še lažja pot, ker meni je predvsem to, meni ne gre niti za, da bi, ne vem, bi rekla, ne vem, znam film ali karkoli, ampak da ljudje, da čim več srce dotakne, da vidijo, le kaj se je blažo zgodilo, in nikoli, veš, ker imaš včasih zgodbe, ko naprimer, ne vem, kot so to kakšne grozljivke, ki ni bila nikoli raziskana smrt, kaj se je v deklici zgodilo, zato zdaj ona strši, jaz hočem mi to fazo, da moj brat strši, jaz hočem mi to fazo, da se pove resnica, ki je tle tako in mora ostati tako, dajmo povedati skozi film, ker moja ideja je bila tudi, dajmo prikazati obe zgodbe, v filmu, kaj je uradna verzija, uradni je samomor in to tudi prikaže film, in neuradna, kako si mi razlagamo, da se lahko potek dogodkov, ker ta ima smisel. Ona uradna nima smisla. Rekla je, za lase privlečena, kako je on tekel ven. Ti kaj je bila ta oddaja takrat? Tednik, kaj pa v take oddaje pa ni pa preverjeno, pa te štosi? Ja, se tudi Tednik je bil potem, so jim začeli groziti, ko je Kunstelj je povedal imena v Tedniku in vem, da je bilo takrat cel... Kaj pa preverjeno? In še ta odvetnik se je hvalil, da kako je bil ravno on unik, je dosegel, da so piske dali čez imena, tako da vem, da je bil že prej odvetnik in zanimivo, da ta odvetnik je postal direktor Sove v času Janševe vlade, ki si misliš, kaj lahko so stvari še bolj prozorne. Od 2 milijona ljudi, ki nas je, najdeš glih tistega, mislim, to je direktor Sove, to ni, ne vem, direktor... kaj sve mene firme tukaj rekla, to so velike funkcije in postaviš tega odvetnika. Zakaj? Zato, ker ta odvetnik je prej tebi pomagal. Ti boš meni to, jaz bom tebi to. In to je vedno pri nas. Roka umije. No in kar se je pol s Tednikom zgodilo, zakaj je Kunstelj javno objavil imena? Zato, ker najprej v Nedeljskem so bili samo, kdo je bil zraven, do neke mere. Pol je on v Tedniku pogumno povedal, ustrelil je ta je dal povelje. Mogli so dati piske gor, ker je bila takoj cela frka. Ampak on je natančno to... On je natančno povedal, ta ga je ustrelil, ta je dal povelje. In to imamo tudi posneto, kar nismo dali v film. In zato se Kunstelj takrat z mano skregal, ker nismo. Je rekel, jaz ti povem in ti ne daš v film. In pol, ko se je zgodil še Tednik, 3 mesece ali ne vem koliko, mislim, da film je bil v septembru. 8. septembra je bila premiera, medtem ko za 27. ali 29. november je pa bil Tednik predvajan istega leta 2017. In ko je Kunstelj videl, da so mu še tam dali piske, ker on je imel toliko, bi rekel, najprej zbereš pogum, poveš imena, v film ne, Tednik piske. In pol čez en mesec je on napisal blog, je tam napisal, ta je ustrelil, ta je dal povelje. Ja, ker mu ni več dalo mira, je rekel, vam dam na pladnju in vi ne, bi rekla, ne, tako da res, mislim, pogumen je ful, ker tudi sam je rekel, Barbara, se zavedamo, da tle govorimo o umoru, ti si ne zmisliš, kdo je nekoga ustrelil, če ne veš 100%. Rekel, jaz tako, da bom nekoga obtožil umora, kar tako larifari, se ne bi šel. Tako se ne bom šel, bi rekla. Tako da moraš vedeti, da si 100% lahko za tem.
Barbara, jaz mislim, da smo povedala vse, telefon nam je dvakrat padel dol, zdaj tretjič, kot kaže, na novem stojalu drži. Lej, kaj ti ne rečem, ne, ob koncu, ponad imam take rubrike v tem svojem sistemu, ampak tukaj zdaj ne pašejo, ne, ker tema taka. Ne paše v ta kontekst. Ne. Ponovadi vedno gostu rečem, da me na koncu on nekaj vpraša, ampak to je zdaj brez veze. Vprašam gosta, kdaj se je nazadnje joko, tudi tu se mi zdi to brez veze, ker vem, kaj mi boš povedala. Moram te pa pohvaliti, kako si lepo komentiral naš film. Ne, to sem napisal recenzijo. To je tudi zdaj na sodišču drugače med vsemi drugimi. Ker smo mogli tudi vse komentarje pod filmom prinesti kot dokaz, da nihče od komentatorjev ni njihovih imen blatu, ker nobeden ni omenil njihova imena. No, danes tudi nisva nič konkretno omenila, tako da tožiti ne more noben. Ker nima nobene osnove. Spravili me stran, upam, da ne bodo. Ne, zakaj bi se še? Ker nisma nič naredila takega. V glavnem, Barbara, lej, ob koncu, kaj bi mogoče sporočila še najnim gledalcem? No? Imaš kaj, kar bi na srce položila? Da naj pride 11.6. na sodišče. Ne, če bo sploh to objavljeno pred 11.6. Ne, pa moramo dati to prej. Bomo dala prej ven. Bomo dala ven, čakaj, naslednja nedelja je kaj? Zdaj smo kaj? Ker naš tožnik je rekel, da on lahko pripelje na sodišče 2000 ljudi, ki bo potrdilo zgodbo, da ko si ogledajo film, da on iz filma razume, da so oni morilci. On jih lahko pripelje, sicer to je rekel, da jih lahko, mi pa jih nikoli. Ne? In pol pa nam očitajo, da vabimo ljudi. Recimo, ko smo bili na sodišču še s prejšnjo sodnico, je bila polna dvorana, je bilo 50 ljudi, ker so javne obravnave. Ne? Tako da lahko sicer ne morejo nič komentirati, morajo tam biti, poslušati in včasih je slabo ozvočenje, to res priznam, da se ne sliši. Samo rada bi sodnici pokazala, da nisem sama, da imam ljudi, ki mi verjamejo in da so ljudje tam. Samo to si želim, da so prisotni, da vidi, da ljudem mar. Kaj pa mediji, ki pokrivajo te dogodke? Ma vedno manj. Mislim, zadnjič je bila sicer STA prisotna, pa tako sem pa tam pride kakšen večer, Primorske ali karkoli. Jaz pošljem novinarjem, ampak potem istočasno, kot se recimo naša razprava dogajala, se v sosednji Uniklani se dogaja, bi rekla, tako da grejo potem rajši tja, kjer so bolj zanimive teme, ali ne vem. Pač naša, tako enkrat sem celo enemu rekla, pa dejmo to zgodbo po tolikih letih, ne. Rekel, ko bo kaj novega pokliči, rekla, kaj novega, kaj moram koga na gobec, ali kaj Janšo, ali ne vem. Rekel, to bi bila senzacija, rekla, to bomo zdaj delali, samo da je senzacija, rekla, jaz ne rabim senzacije, jaz rabim resnico, jaz bi rada, dejmo. Tako da, vedno sem imela občutek, da je vsak, tako kot je bil Ivo Leban, ki je nažalost že pokojni in mi je pomagal precej, da sva hodila in tožilcu in vse. In on mi je takrat rekel, Barbara, midva se boriva z mlini na veter, zapomni si, midva bova našla to palco železno, ki bova dala noter, da se bo ta mlin ustavil in bova dokazala. Nažalost, da je potem izdalo srce in ga ni več, ne. Bi rekla, že kmalu po filmu je umrl, potem smo izgubili še Cirila Brajerja, ki mi je neumorno pomagal, bi rekla, mislim, njemu je bilo mar do pravice, do resnice in je objavljal v Nedeljskem dnevniku in potem kar naenkrat ugotoviš, da sej nimaš več novinarjev, vseh več ni ljudi, ki, veš, ko vsak reče, pa nočem imeti probleme, pa on je tako končal, ker tudi jaz nočem biti ta vzor ljudem, ko češ, je preveč govorila, zdaj je pa kriva, zdaj je pa kaznovana, no, boljše, da smo vsi tiho, ne. Jaz hočem, da pravica zmaga, zato da se bo tudi drugi ljudje upali zase postaviti, za svoje zgodbe, za svoje ljudi, ki so jih poznali, ne, Ker če bomo enostavno vsi tiho, pač kaj bomo imeli? Bomo imeli to, kar si ne želimo, ne? Barbara, jaz upam, da naj je Jared Leto tudi poslušal, ne? Bomo dali na splet, ne? Bomo dali pod napise. In da se bo končno odzval, ne? Čas bi bil, ne? Veš, kaj me tudi pri njemu fascinira to, ne? Ker recimo za Dallas Buyers Club, ki je dobil Oscarja, je sam povedal, ko smo se tam pogovarjali z njim, da je bil scenarij 13 let v predalu. Pač ni bilo sredstev, ni bilo financ, vse. In šele po 13 letih se je odločil, da ga da ven, ajde gremo narediti, bi rekel, low budget film, ki so ga uspeli in na koncu dobo Oscarje, ne. In to mi vedno, včasih si mislim, zvezde se morajo poklopiti, ne vem kaj, pač, da se stvari zgodijo. In če verjameš, da se zgodijo, prej slej, enkrat bova rekla, se spomniš, ko sva takrat govorila, no, zdaj imamo ta film, ne, tako da vse pol stvari poklopijo, ne. Jaz ti želim, najbolj kar ti želim je, da najdeš ta mir v sebi enkrat, ne? Ampak pogoj za ta tvoj mir je to, kar si rekla, ker s tem je to pogojeno pri tebi in verjetno boš... Če se bo prej zgodilo priznanje, pol niti ne rabim filma. Pol ne bo več potreben. Boš pač šla, če ne, boš pač moraš umreti, da boš našla mir, očitno, ne? In sej
te skušam razumeti, ne, ker se pravi, nekdo, ki ni v tvoji koži, lahko samo tuhta je, pa veš, pa to bi mogla tako, ampak ti najbolje pa za sebe veš, ne more ti noben te neki prepričevati, ker ti, če si se tako odločila, kot istrski osel, ne, razumeš, trmo in fertik, in tukaj ni zebancije, ne, in to je pika, ne, razumeš, ne, in lej, tako sem ti rekel, želim ti, da se ti to obrne tako, kot pač želiš, da se ti obrne, ne, upam, da se ti kdaj bo. In da boš dosegla to zadoščenje, to pravico, ki tudi film je naslov v imenu pravice. Resnice, pardon. Mogoče bo naslednji, ker sem že razmišljala, da bi delala več delov, kot nadaljevanje, ker pravice pa potem vse, kar se na sodišču dogaja, včasih rabiš tako, da si daš kokice in da ješ, ker ne moreš verjeti, ko gledaš te razprave, kaj se to gremo. Da se to enkrat zaključi in da dejansko, ker se mi zdi, da tudi Blaž, še vedno nima miru. To so pa zdaj pri tistih grozljivkah, ko se vračajo nazaj, te umrli duhovi, ker imajo nerazčiščene stvari na zemlji. In dokler se to ne razčišče, tudi on dejansko, kdo pač verjame v te stvari, nima miru. In očitno tava nekje tu okrog, prej nam je vrgel telefon dol dvakrat, Blaž, prosim, mir. Razumeš, in očitno tava okrog in tudi, da bo on nekoč najde ta svoj mir. Da se pa šel na Dublake gor, bi bilo mogoče fajn, da se to enkrat razpuca, da boš ti dala mir, da boš ti zadihala enkrat. Ker kakšni mi učitev, ker se mi zdi tako nizkotno, pa to dela zaradi propagande, pa zaradi reklame. Mislim, zakaj bi hotel človek biti slaven na račun tega, da je umrl moj brat? Na tak butas način. Mislim, po čem, ne? Mi je pa všeč, da recimo sem v času raziskovanja vse te smrti naletela na ogromno prijaznih, dobrih, izjemnih ljudi, ki jih spoznaš na ta račun. Tudi ko sem knjigo delala, ko sem film, mislim, jaz vsega tega ne bi spoznala in vsega tega ne bi doživela, če ne bi to raziskovala. Tako da ne morem reči, da mi to negativno vpliva name, ker mene to ne, mislim, smrt se je že zgodila, mi smo se sprijaznili, da njega ni. Čeprav ga čutim jaz v vsakem atomu zraka, vem, da je prisoten, tako, da je z nami in da si želi, da to, jaz tudi verjamem, da nam on pomaga, ker enkrat sem bila tudi pri eni, kar sem v knjigi omenjala in kar mi sicer naši tožniki očitajo, kot da se malo čez let, bi se reklo, zato ker z mamo smo šli po tistem, ko je Blaž umrl, nas je ena ženska klicala in je rekla, lejte, meni se Blaž javlja, meni trka po šipah in on hoče govoriti z vami, da boste vi vedeli, kaj se je zgodilo, ker on ni naredil samomora. In da sem rekla, mama, jaz ne verjamem te stvari, neke vedeževalke in to, sigurno bo hotela denar od nas, pa pol ne bo nič od tega. Sem rekla, ajde, gremo pa da vidimo, pač zgubiti nimamo kaj, pa tudi, če bomo nekaj, v glavnem ni hotela nobenega denarja od nas, nič, imela eno nihalo, vrtela. Ona, kar je takrat povedala, ne vem niti, ali je bil Blaž že pokopan ali ni še bil, v glavnem, tista zgodba je imela rep in glavo, kako je on tekel ven, kako je on hotel njih izdati in kako so oni njega ustrelili, bi rekla, ne zato, da bi pač prikrili, kar je hotel povedati, kako je bil policist, tak, ki ga je ustrelil, kako je bil pes puščen na njega, bi rekla, mi smo vse preko nje zvedli, ona ni vedeževalka, ona je medij. Medij govori z mrtvimi osebami, nažalost je ta oseba tudi že pokojna in takrat so bile pri njej, ko je bilo to obdobje izbeglic, ki so bili iz Bosne in te ljudje, bi rekla, mislim, da so bile takrat iz Sarajeva, so imele veliko moč zaznav in jaz imam doma še shranjene, ko so oni pisali vse, kar je Blaž sporočal tiste dni, ker to je trajalo prvi dan, drugi dan, tretji dan, vse dokler nismo mi prišli in da on si želi in da resnica bo prišla na dan. Da on ve, da bomo hodili še po sodiščih, da se bo to še vse odvijalo, ampak da resnica bo prišla na dan. In to mi vedno daje ono moč, da se bo prišla, da enkrat bo. Sam včasih sem mislila, to bo trajalo 5 let, bo trajalo 10 let, pa se bo mogoče politika spremenila, pa bo lažje, pa bo ne vem kaj, nič se ne spremeni, vedno je isto, pa je zdaj 28 let in smo še vedno tam, ko ne veš, ali sem tik pred koncem, ali bo še dolgo do tega konca. Barbara, hvala ti lepa za tole izčrpno poročanje, izpoved, tako rekoč. Jaz mislim, da smo osvetlila za tiste, ki še tega primera ne poznajo, marsikaj, mogoče tudi za tiste, ki ga poznajo, mogoče kakšno novo zgodbo in to pač aktualno, trenutno. Jaz mislim, da je prav, da smo se tega lotili in da smo o tem počvekala, ni popolnoma nič s tem narobe. In če bo več takšnih, bom rekel, pričevanj, če rečem temu, ko Pandorina skrinjica, ko se odpre, ni slabo, je pa res, da, tako smo ugotovila sama, da so na drugi strani politično močni ljudje. Karkoli se pač takšnega zgodi,
od umora JFK-ja, če želiš, Saj to, ne, do ja. Krambergerja, do Nikoli ne vem koga vse, raziskano. se ne razišče in se nikoli ne bo. Isti ker se ne obducent, sme, kot je ne. bil pri Krambergerju, navzoč je obduciral Blaža. Zato ti tudi marsikaj pove. Ne? Barbara, hvala ti lepa. Ja, Kaj si skopras prišla, ne? ja, v to okej. cele. Ja, dober je. Ja, Pa razbila lepo. si mi skoraj telefon vmes dvakrat, ampak pustma, ne? Samo tle sem bila, sedela sem. Ja, pustmo, ne, energijo. imaš neke super nije, zganjaš, Ja. nič lej, mogoče se daj srečava v kakem malo bolj Tako, simpatičnem sproščenem. pogovoru, ne? Tako. Ko boš kaj takega imela zapovedati pametnega, ne vem, da sta z Jaredom Letom zdaj skupaj, da Ko boš snemata povabljena film, na premiero. takrat pa pridem, Tako. ne, magari v Hollywood, Los Angeles. če Takrat treba, se ne. bom spomnila vseh, ki ste mi pomagali, No, da sem evo, prišla do... zelo lepo. Ne, ker to vedno cenim, ker marsikdo od novinarjev tako, pa ne bomo, pa mislim, tudi ti si pogumen, da se sploh hočeš o tem pogovarjati, ne, ker marsikdo to reče, malej, pustimo, ne, da nimam težav. Dame in gospodje, to je bil še en podcast brez dlake na jeziku. Upam, da ste, no, rekel, uživali, ampak da ste napeli ušesa uživeli. in se uživeli in Ja. poslušali tole noro zgodbo, če rečem tako. Ne. In kaj ne rečem, ne? Če je to bil zadnji podcast, ne? Lej, če pa gremo naprej, gremo pa naprej, ne mogo Kunstla povabiti, pizda, ne? Ja. Njega si ne upam povabiti, ker je nor, ne? On bo povedal ni preveč, nor. ne Ne. nor, v smislu, Ja, da si nor, upa, pač ne, da si upa. bo pa res problem, ne? Jaz mislim, da bi bil zelo dober podcast Ja. z njim. Verjamem, da bi bil, Ker ja. imaš še dosti več zgodb. Ja, verjamem, bi ja. rekel, Na lagerju. ne. Razmislim. Ja. okej. Ok, Barbara, hvala ti. Hvala tebi. Čau. Čau. O, je benti. Dobar je.